Ljudje in ljudine, poslušate 144. epizodo podcasta Obod, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z. Obod, odrska bratovščina, ki osmišlja družbo. Smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp Jo. in moja malenkost Aljoša Hlamo. Tokrat znova z gostom, potem ko se nam je na zadnji dan novega leta pridružila stara znanka Ana Jurc. Nadaljujemo v tem stilu in z nami je znova, sicer po dolgem času, in prvič snemamo v naravnem okolju, v našem naravnem okolju, ne na spletu. Z nami je Slavko Jerič, športni novinar, statistik in podcaster, ki je z nami že četrtič. Živijo, Slavko, kako si? Fantastično, prav vesel sem, da se prvič vidimo v živo. In če se spomnite, neko rdečo nit vedno rad ustrajam, ponavljam, kaj je to številka. Ne? Že včeraj sem na Twitterju napisal neko enačbo, ki povezuje to. Malo ste me presenetili, ker najprej bi predvideno, da bo to 143. epizoda. Sem napisal drugo enačbo, zdaj sem bil prisiljen jo spremeniti. In 11 krat 11 je številke uporabljenih, da smo skupaj prišli do 144. Krasno sem. Okay. Lepa. Hvala Bogu, da kdo drug dela številke, ne jaz. Čeprav, če te lahko prekinem, ne, da povežemo spet rdeče niti, ne, Ana Jurc mi je po snemanju rekla, da je opazila tvoje navdušenje nad številkami, torej kot najbolj med vami tremi, ki si navdahnjeni številkami, torej nisi tako zelo oddaljen od tega, kot se zdaj delaš. Mislim, da je to zdaj, rekla sem zato, ker sem jaz tisti, ki sem sešteval številke. Drugač pa ne, ampak je pa žal tudi uvod, tudi nadaljevanje polno nekih številk, skratka, današnja epizoda je namreč seveda prva epizoda v 2023, čeprav bomo govorili o miniseriji, ki spada še globoko v 2022 oziroma načeloma celo v 2021, ampak je še vedno kako aktualna, saj roman, po katerem je posneta, je šel v slovenskem prevodu šele prav pred kratkim v času knjižnega sejma, konec novembra. Govorimo seveda o dolgo napovedovani in za obodeke 2022 nominirani seriji Station 11 oziroma Postaja 11 oziroma Štacion 11, kot bi prevajalec mogel prevesti, a ni imel jajc. Če miniserije slučajno še niste pogledali, čeprav je zunaj že tako dolgo, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njej govorili brez zadržkov, torej za vsemi kvarniki, zato na tej točki raje prostovoljno nehajte poslušati. Poglejte jo in se vrnite k poslušanju epizode, ko boste to misijo uspešno pravili. Če pa ste miniserijo že pogledali ali pa je niti ne nameravate gledati in vas bolj zanima naš pogovor, pa se udobno namestite, sveta je bilo pravkar konec. Nobenih skrbi več nimate, razen teh, kako boste preživeli, in ker obstaja 70% možnost, da ste itak prekarci, na te skrbi že dolgo in dobro vajeni. Maestro, en komad za lep začetek, za lep konec starega in začetek novega sveta. Skratka, danes delamo Station 11, postajo 11, ki je dosegljiva, kot smo omenili in bomo večkrat omenili, zdaj tudi v knjižni obliki, lahko si jo nabavite na spletnih straneh založbe Sanje ali pa seveda v knjigarni, ali pa težite Igorju, da vam jo kupi in prinese podpisano. Jaz mislim, da bo Igor zelo navdušen na tem, če mu težite, spet bomo objavili njegov naslov spodaj. Miniserija je pa dosegljiva na HBO Max in sicer je tam izhajala med 16. decembrom 2021 in 13. januarjem 2022 in šteje 10 epizod, približno dolgih, kakšno urico malo manj, tako da lahko pogledate to v enem dnevu, če ste recimo prehlajeni ali medtem, ko čakate na zdravnika v vrsti pred zdravstvenim domom. Ja. Tudi v tej seriji so zelo dolge vrste pred zdravstvenim domovi. Tako. In tudi tam je konc sveta. Skratka, gre za ekranizacijo istoimenskega romana Emily St. John Mandel. Mandel, ja, hvala, Igor. Izvirnik je še 2014, za založbo Sanje ga je prevedel Igor Harp, to je eden od nas, štirih tle.
Tako da bo Igor še gotovo marsikaj seveda povedal tudi v knjigi. Šla je 21. novembra, če smo čisto natančni. Žanr je nekako žanri, ki se tukaj prepletajo in o čemer bomo tudi govorili, ker smo že imeli to debato odprli na Obodekih v prejšnji epizodi, če slučajno niste poslušali, ko je bila serija nominirana za najboljšo znanstveno fantastično serijo. Je to mehka znanstvena fantastika, to je katastrofka, je apokaliptična, postapokaliptična serija, je preživetvenka, je antiutopična, utopična miniserija. Kaj od tega je, o tem skratka več v nadaljevanju. Če na hitro pogledamo še nekaj osnovnih podatkov. Ustvarjalec serije Patrick Somerville, drugače pisatelj, napisal je 2 romana in 2 zbirki kratke proze. Nisem še slišal za nobene od teh knjig. Jaz tudi ne, je pa on tako spoznal Emily in njene knjige, zato ker sta bila skupaj na dosti literarnih dogodkih. Ko je prednjo ona napisala Postaja 11, ko je pisala še Kriminalke. No, super. Drugače ga poznamo bolj kot scenarista, kot eden od scenaristov je sodeloval pri serijah The Bridge in The Leftovers, kot scenarist in soustvarjalec oziroma ustvarjalec, pa pri serijah oziroma miniseriji Maniac in Made for Love. Je to kdo gledal? Ne, Igor je gledal. Maniac sem pogledal celo in je weird, ni tako ful dobro, kot misliš, da bo. Predvsem je odbito, ampak se ne sestavi cel ta bizarni svet hipnoze in ne vem, če so vse. Made for Love pa je ful vredu sci-fi koncept. Mislim, da tam so ustvarjalec, to je pa pač scena, da tip, ki je maskovski, Zuckerbergovski teh magnat, da ženi vgraditi čip, s katerim lahko vidi in čuti vse, kar ona vidi in čuti, in potem ona pobegne in proba pač se ga rešiti s tem, da je on v njeni glavi, in zelo veliko pove o sodobnem svetu in razmerjih in teh stvarih. Pa rej romano igra njenega fotra not, ki je zaljubljen v Sex Doll. Priporočam. Na HBO. Tudi sliši se tako, da priporočam. Everybody loves Ray. Yes. Except, Če v romanu samo še to, seveda, roman je prejel nagrado Arthurja C. Clarka in se do leta 2020 prodal v 1,5 milijona izvodov. Serija pa je bila nominirana za 7 Emmyjev in Obodeka za naj-ZF serijo. Ni mala stvar. Ni mala stvar danes, ne? Še na hitro igralce, preden predam zgodbo, preden predam seveda besedo Igorju, da nam obnovi zgodbo. Mackenzie Davis igra. Mackenzie Davis je ena taka zelo zanimiva igralka, ker ima, debitirala je sicer v Smashed, potem pa ima kar nekaj zelo takih kultnih ZF projektov, igrala je v The Martian, Blade Runner 2049, v San Junipero, eni najboljših epizod Black Mirrorja, in v Terminatorju Dark Fate. Skratka, ni nekdo, ki ne bi poznal tega žanra. Matilda Lawler igra mlado Kirsten, ni še nikjer tako igrala, ampak jaz jo omenjam zato, ker mislim, da je bila zelo dobro odigrala. Res je bila dobra. Ja. Himesh Patel je Jeevan Chaudhary, mislim, da je tako nekako. Chaudhary. Je Tanvar Masood v EastEndersih, za tiste, ki slučajno spremljate kakšno žajfenco. Sicer pa tudi on zelo seznanjen prav s tem žanrom, igral je v Yesterday, v Tenetu, v seriji Avenue 5, je eden zelo pomemben lik, in v Don't Look Up je bil tudi. Ja, veliko apokalipse, ne? Tako, ja, za enega človeka. Pa vse je preživel, ne? Ja, pa vse je preživel. No. Ne, Don't Look Up ni nišče preživel. Razen. Ja. Tam še DiCaprio ne preživi, kako bi on. David Wilmot je Clark Thompson, poznamo ga iz Tudorjev, potem pa iz 3 serij, ki sem jih po moje sem jaz gledal, Ripper Street, The Alienist in Black Sails. Daniel Zovato je Tyler Leander, grozljivkah si je naredil kariero, Beneath, It Follows, Don't Breathe, in pa igral je v Agents of S.H.I.E.L.D., Fear the Walking Dead in Penny Dreadful, City of Angels. Potem imamo še Laurie Petty, ki igra Sero, Point Break, A League of Their Own, Free Willy, to sem mogel napisati, Tank Girl in seveda zelo znana iz Orange is the New Black. In pa potem imamo še Gael Garcia Bernala, ki je nazadnje smo ga lahko gledali v Werewolf by Night, in pa Danielle Deadweiler igra Miranda Carroll, The Harder They Fall in Till.
je igrala v biografski drami. To so nekako glavni igralci, zdaj pa medtem, ko si jaz natakam pivo, poslušajte ta specialni efekt, pardon. Pa ni nekako specialen, ne? Kratka, Igor bo vmes ob novo zgodbo. Igor, lepo prosim. Tu moraš dati že skoraj da ono ministrstvo za zdravje opozarja. Ja. Apokalipsa škoduje. Ja, tudi to. Sploh pred 10 zjutraj. Ni 10 zjutraj, ne verjamete tem ljudem, ura je popoldne, pijemo pivo, tako ka pač nič takega ni. Se ne rajši upravičevati, 10 zjutraj nekje, vedno, ali poldne, ali whatever. Igor, lepo prosim. Ja, torej, to opis te zgodbe je bil vedno en največjih challengeov, največjih izzivov, ki sem jih moral preiti pri prevodu. Zato, ker opisati to zgodbo urednikom, tako da bi rekli, ok, ja, to me pa zanima, je bilo zelo težko, ker pač sred pandemije reči, to je pa knjiga od pandemije in so bili vsi. Ampak point je, da to ni zgolj knjiga o pandemiji. Pandemija je nekaj, kar se vmes zgodi, knjiga o preživetju, o tem, kako je umetnost pomembna za kulturo. Za preživetje človeštva, za osebnost. In fokus zgodbe je na svetu 20 let po pač pandemičnem apokalipsi in na skupini glasbenikov in igralcev, ki potujejo med redko posejanimi majhnimi vasicami in uprizarjajo predstave Shakespearea in koncerte klasične glasbe. In potem pač je še v to povezana ena zgodba o tem stripu, ki nosi naslov Postaja 11, in o igralcu, ki je nekako povezan z vsemi in o ljubezni in življenju in smrti. Skratka, dosta epska zgodba, ki pa se za razliko od drugih nekih apokaliptičnih narativov osredotoča na človečnost in ne samo to, da skrbimo drug za drugega, ampak na to, kar je pomembno za človeštvo, da obstajamo. Torej, kar je tisti najbolj slovit stavek, ki je izposojen iz Voyagerja. Survival is insufficient, torej golo preživetje ni dovolj. Tako da to. Super, hvala Igor. Ja, to je tale serija. Mogoče za začetek, preden se lotimo pogovora o tem, kam res tole spada, da zadovoljimo še Mitotov, ker vem, da ga tam že dolgo srbi nekaj. Bomo naredili seveda en krog, da se malo pogovorimo, kako nam je bila nasplošno najprej všeč ta serija in seveda, tako kot se spodobi, začenjamo s tabo, Slavko. Tako da, kako je bila tebi všeč serija? A si jo ti pogledal, zato ker smo ti mi rekli, da jo moraš pogledati, ali si jo že prej celoto? Nekje vmes, ne? Nekje vmes, da moraš, pač dobo sem prijazen v navednicah predlog, ne sebi prijazen predlog. No, tako da veste poslušalci, kako se posluša, no? Tako je treba, če mi vam rečemo nekaj, pogledajte, nekaj. Skratka, Slavko, pogledal si in skratka nisi nam zameril. Ne, saj z Igorjem se vsa ta leta veliko predlagava razne vsebine. Mislim, da Igor zdaj že ve, kakšen žanr je meni približno všeč in ta žanr mi je zelo všeč, sploh. Ker je številka v naslovu. Ja, sploh. Igor je vedel, kako te kupiti. Ja. Zelo pocen, zelo hiter je. Ne, ampak dejansko to vprašanje mi je res, nam rekel, pisano na kožo, pa kaj bi se zgodilo, če bi prišlo do apokalipse, ne? Kako bi človeštvo reagiralo? Vedno pred sabo vidim dva možna scenarija. A bi se človeštvo, civilizacija razpadla in postali res nek trop ljudi, ki samo gleda, da preživi, ali bi ohranjalo v sebi neko človečnost, tukaj, ki jo vidimo res v tej viziji, vidimo res na prvi vrsti, da je prepletena z neko duhom umetnosti. Ne samo gledališča, imamo tudi glasbo, če se obrnemo nazaj, imamo tudi potem vidimo film, vidimo risoromane, marsikrat umetnost v res različnih oblikah in to vprašanje me je vedno vznemirjalo. In ko mi je Igor to predlagal, priznam se, če se bo spomnil, sem bil tako malce zazdržana, bo šlo to v smeri ceste. Ne? Ceste nisem bral, videl sem film 3 minute, ravno tisti prizor iz kleti, ko se je odprla lopota in so bili tam ljudje kot zaloga hrane.
vi ste vsi to gledali, brali. No, ti smo bil res možno od tega ne prenese in takih vizij ne namaram. Igor je tako rekel, ne, ker poglej, to je drugačna vizija. In ta vizija mi je bila všeč, torej, zato ker je veliko različnih umetnosti, zato ker te prisili, da se sprašuješ, kaj je človek, kaj je vredno, da ostaneš človek in res kakšno vlogo ima umetnost. Poleg tega pa mi to zdaj gledam tebe. Tudi to večno vprašanje, kako je to prikazano, kakšne svete, kakšne barve so. In vsa ta kombinacija se mi zdela tako umirjena, kljub temu, da je apokalipsa, ki nas prisili, hkrati v strah. A bomo preživeli, tudi ta strah je vedno prisoten, ko se po letih, po mesecih, letih srečajo z novimi ljudmi, ta vendarle strah po preživetju, prva reakcija, imaš za sabo puško ali karkoli, da v človeku vidiš potencialnega človeka, ki ti lahko vzame življenje. In ta balans in vsebine, barve, pripovedi in nekega optimizma, ki ga imam rad, me je prepričalo in sem to serijo in kasneje knjigo kupil. Super, hvala, Slavko. Ja, mogoče Igor, tebe pustimo za konc in si Mito ti na vrsti. Kako mi je bila všeč? Ja. Zelo všeč. Kratko je na to. Vse to, kar je Slavko povedal, v bistvu je odlika te serije, predvsem ta optimistična vedrina, da se tako izrazim, serije in tudi knjige. Knjige predvsem v plus štejem strukturo, pa zelo slikovit jezik, ki ima res posebno moč ti naslikati lep imidž, no? Da ima to sposobnost, da v bistvu preseliti nekam. Serija mi je tudi mogoče malo pomagala, ker sem jo pač prej pogledal, ne, da sem si lahko na določene like neke obraze narisal, ne, ampak imata obe dve neke svoje, kako rečem, pluse oziroma močne točke, ki se jo splača ločeno tudi motriti. No. Ta slikovitost se v bistvu v tej seriji za razliko od ostalih postapokaliptičnih zadev kaže v njeni visoki barvni paleti oziroma svetli barvni paleti, sem tako izrazil, ne? Da ni zdaj nasičena z barvami, ampak je v bistvu taka lepa pastelna zadeva, ki ti nekako kaže ta spodnji koncept, da pač da po apokalipsi ni vse črno-belo, da ni tega chiaroscura, tega groznega kontrasta, kot ga imaš Cesta, Mad Max ali pa še 1000 enih drugih zadev. Ne? Tu imaš v bistvu nek optimizem, ki se kotali okrog tega jezera, ne, in se mi zdi, da je to zelo lepo noter pripeljano. Ful me je spominjalo na neko tako mehkobo filma, no, kot nekaj analognega, nek spomin. To je bil pač moj ta neki, rečemo temu, žametni občutek tega. Ne. V knjigi mi je pa to zelo dobro delovalo, ta struktura, kako se v bistvu knjiga lepo posluži določenih prijemov, da ti povezuje različne like med sabo. Ne? Kao, se vrže lik, tako kot serija, se vrže v to, da imajo vsi nek connection. V knjigi je pa še to dodatno kao nabito z artefakti, pa z določenimi revijami, pa za ono snežno kroglo, to v seriji umanka. Ne? Tudi liki so malo drugače postavljeni, tako da v bistvu obe dve imate kao zelo, obe dve zadevi, oba izdelka imata v bistvu zelo lepe prijeme, ki ti dajo res lepo doživetje. No? Mi to kakšen vrstni red si imel? V čemu? Serija, knjiga. Najprej serija, pol knjiga. Enako, ja. Ja. Se pravim, pomagalo mi je, da sem malo pač veš na like določene obraze lahko pripopal gor, zato se mi zdi, da je bilo še bolj slikovito, no? Pa domišljija je mogoče malo bolj delana. Ne? Se veš, pri knjigi imaš včasih malo izziv, da si mogoče za nekoga malo bolj orišeš, pa tudi kljub temu, da so liki opisani v knjigi malo drugače, kot jih imaš reprezentirane v seriji, ni noben minus, kvečemo plus. Super, hvala mi to. Bom zdaj jaz, pa bomo Igorja pustili za na konec, kot se spodobi. Na koncu pride najboljše. Ja. Jaz bom tako rekel, knjige še žal nisem uspel prebrati, ker sem upal, da bom ta teden še prej oddal neko stvar v službi, pa lahko se loto tega, ampak se veselim. Moram pa že reči tako, da ponavadi, se vemo, pač tisti, ki tudi prvenstveno beremo, vseeno sem jaz najprej bralec, potem gledalec, mi je vedno knjiga boljša in tu me res zanima, je knjiga boljša, ker je serija res, meni je bila serija ena najboljših stvari, ki sem jih lani videl.
ravno zaradi tega vsega, kar sta zdaj vidva, do zdaj povedala, pač zdi se mi, da prvič je težko narediti optimistično serijo o koncu sveta. Zdi se mi, da posebej je težko narediti brez neke sentimentalnosti, patetike, ne vem česa, ampak jim je to uspelo s tem, da so se naslonili sicer s tem, da se zgodba naslanja na klasiko, na kulturo, na vse to, kar smo do zdaj omenjali, in pa tudi na izmišljen strip, oziroma risoroman, pač ni vse, da je vse samo referenca na neko resničnost, je tudi pač znotraj fiktivn risoroman. To se mi je zdelo zanimivo, predvsem se mi je pa zdelo, da je izredno, tako kot sta oba zdaj tudi rekla, barvita, jaz sem gledal The Walking Dead in tam je pač prihodnost zelo, zelo sivkasta, zelo, zelo temna, kljub temu, da seveda prihodnost brez ljudi je smešno, da bi bila taka, glede na to, da pač takrat vegetacija lahko požene, lahko dejansko se vrne džungla in ne vem kaj. In se mi zdi tudi z tega vidika, da je serija prikazala en drugačen svet, po drugi strani pa mi je vseeno bilo tako zelo blizu doma, kot bi rekli Američani, ta pandemija, kako jim je to ratalo, da so snemali, ko so začeli snemati, namreč serijo še ni bilo pandemije. Pandemija se je zgodila vmes med snemanjem in dejansko je moglo biti to za igralce res čudna izkušnja, ker se je pač enkrat to, kar so oni snemali, dogajalo pred njimi, po mojem, so mogli biti živčni, prestrašeni, ne vem kaj do konca. Saj jaz bi bil, ker pač tam umre kaj 80, koliko? 99,99. Tako, noben statistik ne preživi, tako da približno ocenijo. Skratka, umre večina ljudi, preživi res malo ljudi, in potem, ko to gledaš, dejansko je pač ta pandemija v seriji izgleda zelo podobna pandemiji, kot smo mi doživljali. Skratka, lahko se pač tako, začne se tudi v Aziji, maske nosijo, ljudje, ki nočejo nositi mask, pač taka zelo, zelo podobne scene so in tudi ta občutek negotovosti se mi zdi, da je zelo, ampak na srečo sem jaz to gledal ene par mesecev nazaj, tako da več ni bilo, pri nas ni več pandemije, tako ne vemo, To zdaj ni več aktualno. No, je pa izrazita razlika v tem, da je v tem svetu to pomeni smrt. Ja, seveda. Ja, v naši realnosti pač ni bilo drugačne. Ja, ni bilo to hudo. Predvsej boljše smo jo odnesli. Ja, čeprav tam v začetku, jaz priznam, da ko smo gledali prizore z Bergama, ko smo gledali te stvari, sem tudi jaz prvič pomislil, da je to lahko nekaj filmskega se lahko zgodi, da je to dejansko nekaj, kar smo pregledali samo kot Contagion. Če bi ta serija bila prej že zunaj, bi definitivno tudi jo vzeli za referenco in nekaj takega. Ampak to, kar je v seriji prikazano, je tudi do neke mere vplivalo to, kaj se je v resničnosti zgodilo. Ker recimo stvari, ki so nastale pred pandemijo, pa so posledično preprosto, da se spomnim Swamp Thing, ki je horor, čist, dosti neumen horor pravzaprav, ampak tam, ko vidiš, ko se držijo vseh postopkov, ko nekdo zboli in potem pride zdravnica tam brez maske, brez rokavic in si tak, dejno. Tukaj si takih napak niso privoščili zaradi tega, ker so dali skozi pandemijo, plus bila je ena velika prednost za njih, da so delali to serijo in sicer imeli so na voljo maske v začetku pandemije, zato ker ko so prekinili snemanje, ko je bil lockdown, so oni že, ne vem, en del nekje posneli, so igralci potem šli z letali zadnjimi, ki so jih uspeli dobiti ali pa z rentakarja ali kakorkoli domov, so imeli maske, za razliko od vseh ostalih, ker so jih vzeli iz seta. Tako da ja, prednost tega, da si igralec. Včasih imajo snemanje serij tudi blazno prednost. Skratka, načeloma jaz sem hotel pač reči, da za me je to bila res eno prijetnih presenečenj pač lanske televizijske, kakorkoli temu zdaj rečemo, pač serijske sezone in moram res reči, da sem bil nad serijo izjemno navdušen in da se veselim knjige, ker je pač vem, da jo je prevedel kompetenten prevajalec. In Igor, to je segway seveda do tebe. Kako se je tebi, vseeno pa me zanima, kako se je pa tebi zdela serija, ki si vseeno od vseh nas seveda bil najbolj investiran v zgodbo, ker si, si ti si prevedel pol, ko si jo videl, ne? Ne, jaz sem že začel prevajati,
Bistvo je bilo v tem, da sem se začel dogovarjati, ko je še bilo napovedano, da serija prijaven, ko je bila serija zamaknjena zaradi pandemije, ker ji niso mogli pravočasno posneti. In potem sem, ko je serija prihajala ven, bil nekje na polovici prevoda. Si bil vesel, ko si izvedel, da prihaja serija? To je verjetno tak push za knjigo, verjetno pozitiven. V bistvu mislim, da je že bilo priprave, ko sem zvedel za knjigo sploh. Oziroma za knjigo sem že bistveno prej vedel, jaz pa potem kupim knjige doskrat, ko so na Kindlu v akciji. Pač prej je bila $10, pa sem jaz delal. Veš kaj, Igor je v resnici bil vesel, ko se je pandemija začela. Se je tako, zdaj se bo pa knjiga prodala. To, še. Dejansko sem knjigo bral med pandemijo. Pravzaprav sem takrat prebral par knjig, v katerih se pandemija odvija, in tam je najboljše. Prebral sem tudi Wanderers, lahko priporočim. Od Chucka Wendinga je zelo vredna akcijska knjiga, bližje tako malo presek med Kingom in Grishamom, tako znanstveniki, ki probajo rešiti stvari in šopajo naokrog po svetu. Ampak hkrati zelo vredna storija, pa zelo dobri sci-fi koncepti so notni, ampak je tisti sci-fi. Dost bolj klasičen. Skratka, ko sem pa videl serijo, potem, ko sem že prebral knjigo in je polovico prevedel, sem bil zelo navdušen. En kup stvari je še boljš narejenih, kot si misliš. Tudi Emily St. John Mandel je rekla, da sama ideja, da G1 in Kirsten skupaj staneta, da je žal, da se sama tega ni spomnila. Ampak po drugi strani pa so ene stvari, ki so mi pa bile malo off. V seriji. Recimo tale prerok, njegov ark, ki na koncu se dosti spremeni pogled na civilizacijo oziroma na preporod stare civilizacije, kakorkoli češ na to gledati, je povsem diametralen med knjigo in med serijo. Kot da bi želeli še potencirati to pozitivno naravnanost, ne? Ja, ampak zdaj hkrati v knjigi imaš, da je pozitivno, ker uspejo elektriko dobiti ponekod, da je muzej civilizacije, ki ohranja neko znanje in vedenje v redu, medtem ko v seriji pa je zelo tale ločnica med pre-pani in post-pani, kar so ljudje, ki so bili rojeni pred pandemijo in po njej. In da v bistvu je stara civilizacija nekaj, kar moramo pozabiti in na novo začeti. Na novo začeti. V bistvu se mi zdi, da je v knjigi bilo to čist v redu rešeno, ampak cenim, da ima ta drug pogled. Ampak to glede preroka pa se mi zdi malo weird, ker pač imaš tam na polovici serije nekje, ker tisti otroci se razstrelijo, mislim, da nazaj iz tega ne mreš priti. Čeprav se kot kasneje ugotoviš, je to nesreča. Ne vem, mislim, komot lahko to temo načnemo, če čišiti naprej. Meni se pa v seriji zdelo boljše to narejeno. S prerokom. S prerokom, ja. Ni preveč ko v želji, da bi bilo vsi kumbaja srečni. Ne, niti ne to, jaz ne mislim, da bo on kadarkoli srečen. Tyler nima šans, po moje. Da je ta frustracija njegova, ki je zrasla ali z napačno vzgojo, kakorkoli če štejmo reči, ali pač propadom sveta, napačnim branjem stvari, z svetom, ki je nima veze, no. Se mi zdi, da v bistvu so mu tle dali neko iskrico upanja, da pač kao, on še vedno ima sicer kult, še vedno je bedak za moje pojme, no, kao, da je zapadel v to črno luknjo, s katerega mu niti ne more noben pomagati. A veš, če tudi diametralno postavim potem foro v knjigi, tam on tega vprašanja niti nima te odločitve, veš, je odstranjen z enačbe, da se številke izrazim. Medtem ko v seriji pa samo da to neko optimistično noto. Ne? Jaz priznam, sem pozabil, kako je v seriji spostavljeno, ampak recimo v knjigi je bolj tudi grejeno na tem njegovo versko ozadje, recimo, da se z mama preselila v Jeruzalem. Zdaj, priznam, sem pozabil, koliko je bilo to izpostavljeno v seriji. Ni bilo, ne. Skratka, v knjigi to bolj deluje ta njegov recimo prehod v verski fanatizem, ki je potem pač pogojen s tem dejanskim resničnim apokalipsom. Ne? Ja, ampak veš, v knjigi imaš, ni on edini prerok, ki je tam zunaj, imaš več kultov, to večkrat omenijo, ne. V seriji je to... Seriji tudi omenijo na začetku, ko se oni dve sprehajata, tam omenijo, da obstajajo razni čudaki. Ampak pol je samo ta njegov kult, ki je pa weird. On ima
male otroke do 10 let, kaj pa polko so starejši, ali kaj. Mislim, res... Ne vem, bilo bi super videti drugo sezono, ali pa odvrtek Tylerova druščina, Galebova ali kakorkoli. Meni je tale kult, tako kot je tu zastavljen, mislim, tako je v knjigi zastavljen, je klasičen kult osebnosti, ne? Tipa, ki je nor. In tukaj pa je zastavljeno, kot da mogoče pa ima on neke odgovore ali kakorkoli, ali pa vsaj skrbi za te otroke, ki bodo tisti, ki bodo imeli odgovore. Mogoče, čeprav niti ni toliko tega videti, v bistvu, kako se on z njimi ukvarja. Pač oni nekako ponavljajo te njegove line, no, da se tako izrazim. Bolje pač poudarek tukaj na njegovem odnosu do muzeja, pa do njegove mami. No. Se mi zdi, da tu, tako kot se je serija zastavila, vso to povezovanje, pa narativ, kako se prepleta, to med drugim, ki je zgrajeno na likih, kako se v bistvu ti liki med sabo pokonektajo. Ne. Se mi zdi, da v bistvu kao to ful dobro funkcionira, če potem Tylera na ta način spostaviš v knjigi, ne. Kjer se pa pač ris roman z stranicami, pa ne vem, artefakti še noter povežejo, ne, je pa to, mogoče meni malo zgubino, meni osebno, no. Me je presenetilo, da je takšen konc zanj ga. Ja, v knjigi. Ne, se v knjigi on ni pomemben lik v končni fazi. Serija ga dosti bolj naredi, ne, v knjigi pa pač... Mogoče je to moj minus pri tem, veš, ker v seriji. Ja, se to, Ne, sej je zanimivo v knjigi Sea of Tranquility, Morje tišine, torej, ki je letošnja, oziroma lanska zdaj knjiga Emily St. John Mandel, je not v letu 2200 lik pisateljice, ki je napisala knjigo o pandemiji in potuje po zemlji, na Bookturu, zato ker bodo posneli film po tej knjigi. In med tem potovanjem ljudje ful sprašujejo o tej knjigi in tudi omenijo med drugim, da je not lik preroka in ali se vam ne zdi, da ste ga prehitro pospravili. Toliko daleč gre. Tako da očitno je to vprašanje, ki ga je ona dostkrat naletela nanj. Verjetno tudi zaradi serije, ne? Ja, tudi ja. No, ampak ne vem, kar se pa drugih stvari tiče... Ni to hud minus, samo tako, kot razliko. Ne, absolutno. Kar se mi je recimo zdelo zelo dobra nadgradnja v seriji, je, imaš potem odnose znotraj muzeja civilizacije na Shakespearea potencirano in da potem pridemo do tega, da oni odigrajo tam tega Hamleta. Zanimiv bi tudi bil prehod iz Lira na Hamleta, ki pač sem v lanskem letu tudi dost Shakespearea padel, pa pač vsa metaforika, ki sodi zraven v simbolizem iz tega, da zamenjaš fokus iz ene te drame na drugo, oziroma tragedije, je tudi kar veliko pove. Moram pa reči, da mi je pa bilo zelo zabavno v enem intervjuju, ki sem bral z Emily St. John Mandel, ki pove, da je bila na nekem literarnem večeru in nekdo, tisti, ki je vodil, je bil strokovnjak za Shakespearea in reče, da ne samo, da omenja noter Lira in Sen kresne noči, ampak tudi Tempest z vsemi temi ladjami in vsem temi Sure. Jaz imam samo ful rada ladje. In ful mi je fascinantna tale globalna shipping industrija in to je to. Tako da, moram reči, da meni je serija ena boljših, ki sem jih videl lani, da pa glede na to, kolikrat sem prebral to knjigo, mi je pa knjiga eno ljubše. Kolikrat si prebral knjigo? Vsaj 5, če ne 6. Kaj pa svojo, prevod? Ja, to vse skupaj. Ja, izvirnik sem prebral enkrat, pa še malo preletel, pa potem, ko prevajaš, pa potem še, ko pregleduješ, pa piliš, pa lektorirano gledaš, pa tak dalje. Če lahko vprašam vse tri, kako ste se počutili, recimo, to vprašanje se težko zdaj špekuliramo, ker pač pri nas, hvala Bogu, je bila smrtnost pri našem COVID-u pandemiji res precej nizka, ne? Kako resnično se vam je zdelo, recimo, ta nek ohranjen stik do umetnosti, a bi bilo res to? Jaz imam dvom, jaz sem se velik pristaš umetnosti, želim si, da bi tako bilo, ne? Da bi imela umetnost tak močen občutek, močno moč povezovanja, da se res ostanek človečnosti. Se mi pa zdi, da
če bi se to res zgodilo, ne, da bi bil ta boj po preživetju, golem obstanku močnejši, od da bi povozil to željo ali pa moč umetnosti. Ja. Kot edini profesionalni umetnik tukaj sem se isto vprašal, tudi ko sem potem me veseli, da si to omenil noter v naših zapiskih oziroma v scenariju. Jaz mislim, da v prvih letih, tako kot je v knjigi, se noben, vse Kristen ne spomni, kaj je v prvem letu. Jaz mislim, da prva leta bi bila grozna, kultura ne bi imela mesta v prvih letih. Ko se pa nekaj ustali, pa pride domišljija po moje nazaj. Človek gor, levo, desno, pink, črni, beli, whatever, nima veze, bi prišlo nazaj na površje. Ne? In tu bi v bistvu se lahko hitro navezal nazaj na naše nastanke, ne? Na Altamiro, na jamske poslikave. Ne? V bistvu tam so ljudje v identičnih, ne identičnih, pač v groznih razmerah živeli brez kakršnekoli dobrine ali pa kakorkoli, pa je človek vseeno imel potrebo iti za baklo ali leščerbo, s čemerkoli pač v globino jame, pa naslika tisto, kar je videl zunaj, kar je v njegovem možganu noter. Tako da, po moje je to odgovor. V prvih letih bi po moje bila katastrofa. Kultura ne bi imela mesta, kvečemu bi bil to, ne vem, dober one-liner, ko nekoga pihneš ali pa kaj. Kasneje pa ja, po moje bi prišla nazaj. Mislim, jaz se ne bi čist strinjal, ker je ena funkcija kulture, ki bi imela v tem obdobju, in to tudi v knjigi omeni, da pač dok je bil bencin, si lahko še gledal filme. Ja. Ampak tudi koliko sem bral o drugih nekih teh kriznih situacijah, vojnih in to. Kultura oziroma glasba predvsem služi temu, da se stresa znebiš, da zžuraš. Tako da v tej luči ta vrsta kulture bi preživela tudi tisto kratko obdobje. Mislim pa, da če bi se civilizacija začela nekako tako vzpostavljati kot tukaj, mislim, da je bližje temu, kar Emily St. John prikaže kot pa Mad Max, temu, kako bi izgledalo. Moram pa reči, da to je bila ena glavnih kritik, ki je letela na serijo, ko sem spremljal, da kaj se tu grejo, neki potujejo naokrog v vozovih. Pač nam je vsem jasno, da bi Mad Max imeli sceno. Meni je zanimivo, da kot teater, če greš potence, če bi naprimer lahko zmeril potence določenih medijev, je teater vseeno tam gor po potenci doživljaja, ki ga zmore prenesta. Veš, jaz pa komot razumem, da daš ti pandemično, postapokaliptično, kao ta medij, da bi bil mogoče najbolj pripoveden, najbolj močen. Nisem to pravim, da tole je nekaj, da Mad Max ne bi. In tudi, kar ona izpostavi tukaj, pa drugače zelo veselo ignorirajo vsi, benzin se pokvari. Benzine nimaš. V seriji tudi imaš tiste električne avtke, to tudi ne je delala baterije 20 let, come on. Kje pa imaš baterijo, ki bo 20 let zdržala? Če smo v pri teh umetnostih, ne meni razlika med serijo in knjigo, v tej skupini, da je bilo v knjigi veliko bolj izraženo, da ni samo gledališče, da je tudi glasba. Se mi zdi v seriji tako občutek, sem imel, da je bil pa bolj poudarek na gledališču. Ja, tudi. No, se imaš potem tisto predstavo, ko ona odigra klavirsko zadevo. A je na onem golf resortu ali kaj. Zdaj se mi zdi, da je v bistvu kao ta živa umetnost, v bistvu je tukaj bolj poudarjena, tudi v knjigi in v seriji, da v bistvu medtem ko rečemo temu trajne, premične umetnosti, knjiga, slikarstvo ali pa kip, ti že prevažaš, bi imele mesto ali v knjigi ali pa po našem, rečemo zdaj, hipotetičnem postapokaliptičnem svetu. Samo pač ne vem, kako bi zdaj to lahko v bistvu vrednoto tukaj. Kao literatura vsakakor bolj. Vse to knjigi je omenjena, da v bistvu ima to mesto, da je pomembno. Noter so omenjene revije, ki jih zbira Kristen. Vse glih to, ne? Ja. Kaj je potem umetnost na eni taki sceni? V knjigi imaš ona dva, ki pač gledate te hiše, ki jih najdete, in on išče poezijo, ker je ful redka, ona pa išče TV sporede. In za njo so TV sporedi pač basically art. To je tudi nekaj, kar je mene v dušo zadelo, ker pač kot soustvarjalca Vikenda bomo preživeli we matter. Yes. Mislim, se tukaj je
to je zelo dobro vprašanje, seveda, absolutno. Jaz tudi mislim, da ne nazadnje, jaz sem tudi optimist, jaz mislim, da je tudi pandemija pokazala, resnična pandemija, ki je bila pri nas, da so se ljudje vrnili k umetnosti na nek način. Vseeno moramo vedeti, da recimo, ne samo, da so ustvarjalci nenadoma presilili, ker to pri nas recimo prej ni bila praksa, da ti imaš literarne pogovore v živo prenašane prek spleta, da imaš ti ne vem kaj. Se recimo celotna kulturna industrija v Sloveniji zelo hitro obrnila in začela proizvajati kulturo tudi za ljudi, ki so doma, in to tudi za ston. Zelo veliko krat so bile to vsebine za ston in nekaj časa je bilo pač gledanje teh zadev, pač spremljanje teh zadev res zelo visoko. Ne? In tudi mi ugotavljamo za lansko leto, da dobro, vse so bili boni, ki so seveda pomagali k prodaji knjig, ampak vseeno je bilo lansko leto eno najboljših prodajih knjig po celem svetu. Barnes & Noble, za katerega smo že vsi mislili, da ga je Amazon zbrisal z obličja zemlje, v letu 2023 odprl, mislim, da 20 novih knjigarn zidanih. Skratka, kultura se na nek način vrača, ker vsi rabimo opomnik, da smo ljudje, in jaz mislim, da kultura nas vseeno to opomni. In ja, se strinjam, da seveda, če bi civilizacija zdaj začela propadati, nihče ne bi zdaj začel tuhtati, ne vem, kako bo pa film preživel. Pač najprej moramo mi preživeti, ampak takoj, ko človek preživi tudi kultura. Ja, mislim, da je to zelo pomembno. Tu se vidi mogoče ta razlika med našo pandemijo pa njihovo, oziroma ta, ki je bila ilustrirana v knjigi in seriji, da v bistvu, ko ti omanjkajo mediji, dostave ali pa nasploh neki prejemniki, ti umestniki, preko katerega uživaš kulturo, to, kar smo mi imeli vseeno, tle pa to umanjka, se mi zdi, da v bistvu kaj je pa mogoče ta Kirstenov blackout prvega leta v knjigi predvsej poveden, še zraven vseh teh grozodejstev, ki si jih lahko sami inštaliraš noter. Da pač to, kultura po mojem vzame backseat takrat, ko se ti res gre za golo preživetje. Ja, gotovo, zaradi tega je vseh nas strah, a bo zdaj letos pač recesija, a bo ekonomija padla, ker to se je na kulturi najprej poznali. Najprej dajo, ker kultura ni tisto, kar bi bilo nujno za preživetje, in ko ti izbiraš seveda med preživetjem in kulturo, ki je v smislu preživetja postane luksus, bo seveda zbral kulturo, bo seveda zbral preživetje, logično. Mislim, najprej moraš preživeti, da lahko preživi tudi kultura in tudi kulture brez ljudi ni. Zato je res tako dober ta stavek, glih iz Voyagera potegne na ven, ki mi je res všeč. Se spomnim, zdaj, ko sem prebral, mi je bilo toliko bolj jasno, zakaj sem me spraševal takrat, z katerega dela je to. Kako prevesti, v bistvu tale golo preživetje res ni dovolj. Najprej je res golo preživetje, pa kaj pa še je zraven res golega preživetja. Druga stvar je seveda, da kultura ponuja nek ideološki narativ tukaj, ker seveda zdaj te posamezni zaselki, ki živijo ločeni, vsi so se nekako rešili in ustvarili neke dokaj zaprte skupnosti, ki pač med sabo vseeno nimajo neke velike komunikacije, imajo ta narativ, kar jih povezuje v neko zgodbo po padcu, recimo, in jim daje nek občutek, da so še vedno kljub temu ena skupnost, eno človeštvo. Poleg tega pa, ker smo že pri proroku in tam, jaz vseeno mislim, da je mogoče malo premalo, oziroma da ne smemo pozabiti, da seveda pokaže serija tudi to, kako je kultura lahko nevarna. Kako pravzaprav vedno, ko pridemo do kulture ene knjige ali pa enega stripa v tem primeru, pa da seveda dobimo lahko tudi verski fanatizem in dobimo mi skratka nekoga, ki dobesedno verjame neki stvari. Pričemer je bilo meni strašno zanimivo gledati to v seriji, upam, da pač rad bi čakam, da v knjigi podrobne preberemo o tem stripu, ker ta strip je tako zelo melanholičen, zelo je tak mal depresiven, zelo je tak, govori o enem tipu, ki je nek sam na neki postaji v vesolju in preživlja to samoto in se mi zdi, da je taka po eni strani zelo abstraktni strip, ki seveda omogoča, da mi v njega interferiramo ful nekih svojih stvari noter, kajti pa tako ne najbolj primeren, recimo bi jaz rekel, za neko verski fanatizem ali pa za neke ideje, kdo smo zdaj mi, pa
ne da glih nekega končnega odgovora, ampak tako je tudi ta prerok vse kot otrok pokazan. Tudi to se mi zdi zelo zanimivo in zelo pomembno, da pokaže avtorica oziroma ustvarjalci serije v tem primeru, da je seveda prerokova osebnostna struktura tista, ki potem določa njegovo religijo in ne obratno. On je že kot otrok tako mal poseben, odmakne se od matere, zameri nekaj, ima neke zamere do nje, ima neke, skratka, en tak nenavaden odnos, ki ga ima, ki ga potem uvede v vse to. Jaz mislim, da vsi ti otroci, ki jih on nekako privabi k sebi, kot da imajo neko zamero do staršev, kot da pač pravzaprav jih on dobi na to neko foro osamelosti in odrezanosti, zato ker se starši spominjajo nekega sveta, ki ga ni več in še mogoče ne pa uživijo v tem svetu, oni pa ne. Ja, to je kar razlika, ker v knjigi on nima zamere do matere, on gre z kultom, oziroma mati gre s kultom in njega zraven vzame in potem on postane vodja tega kulta. In je fulbol pač ta klasičen kult. Tukaj imaš tale koncept novega sveta, zelo spremeni stvari. Če se vrnem to, kar si ti rekel, ko so pomembne upodobitvene umetnosti, v seriji celo vidimo predstavo Station Eleven, ki jo malo uprizori. In tisto je krasno narejeno, zelo dobro. Mislim, tisti del, kak je zgrajen, cela tista epizoda, ki je v bistvu odrasla Kirsten v komi in se spominja, oziroma v nezavesti, kakorkoli, in se spominja tistega čakanja, da bodo lahko šli iz stanovanja z Jivanom in njegovim bratom, tisti je res dobro narejeno, zelo kompleksno. Pa, ko smo omenjali verstvo, mi se zdi to zelo realen razplet. Zdaj, recimo, nismo v neki hudi krizni situaciji, pa vidimo, mnogokrat je lahko odgovor verstva, Bog nas štrafa, po domače povedano, nas kaznuje. Tudi v drugih, recimo, številnih filmih, recimo, zdaj v glavu mi padel Stik, z Jodie Fosterjem, ki je Carl Sagan napisal, smo videli nekega tistega preroka, ki je stal ob strani. Skratka, se mi zdi to zelo realistično, ko svet s svojimi naravnimi zadevami, recimo propadom sveta, kometni, whatever, nas udari, nimamo realnih rešitev, pogosto krat se potem obrnemo neke teorije zarote oziroma nekaj nadnaravnega, kar nam prinaša nek drug odgovor, in to se mi zdi v tej knjigi in filmu seveda dobro prikazano. Ja. V bistvu je tako luštno prikazano, v bistvu ravno to, ko en vzorec več ne deluje, pa so še v bistvu starši ali pa pri pandemiks ujeti v ta isti vzorec, ga nadomesti neki drugega. Zdaj, ali je to optimistična verzija, ali pa to mogoče malo bolj kultna. Ja, se meni je bilo ful zanimivo prvič, ko sem slišal v seriji izraz pre-pen. Moja asociacija ni bila, in mislim, da tudi namenoma tako narejeno, ni bila na pandemijo, tale pan, ampak na Petra Pana. Aha, ok. In da so oni pre-peni, so tisti, ki niso Petri Pani in so stari, medtem ko post-peni pa verjamejo v pač to. V deželo nije. Ja, kjer živijo. To se mi je zdelo, ne vem, koliko je to namenjeno, ampak predno razložijo, da oni uporabljajo izraz pre-pen in post-pen, predno razložijo, da je to pandemik. No, jaz se mislim, da si tle zamudil eno priložnost, da bi jih poimenoval pred pande in po pande. V knjigi ni tega. No, če v knjigi ni tega, lahko te nekaj vprašati, kar sem te pa res želel vprašati. Kakšna pravila, Igor, so, ki se jih mora prevajalec držati? Koliko imaš svobode pri prevajanju teksta, recimo? Mislim, koliko je hočem, pa koliko uspem urednico oziroma urednika prepričati. Ne bolj malo, ampak. Pa čas dovolj plačan za to. Meni se zdi, da pač mora biti čim bolj v duhu tega, kar je avtor oziroma avtorica želel. Zdaj se mi zdi, da kot prevajalec moram biti tudi dovolj dober bralec, da razumem zadevo in da poiščem tisto, kar je zadaj, in ne vem, če so kakšne tudi besedne igre, simbolizem, karkoli, to v čim večji meri ohraniti potem. Lahko narediš bolje, kot si naredil original. Zdaj gledam tebe, Aljoša, v smislu ne, če
najdeš boljšo rešitev, pa je hotel originalni pisec, pisateljica to povedati malce drugače, morda celo slabše, besedno, slogovno, pa ti najdeš boljšo rešitev. Kako uredniki gledate na to, recimo? Ja, to je kar kompleksno vprašanje. Jaz ne bi rekel kategorično ne in ne kategorično ja. Načeloma jaz pač se držim tega, ampak tudi zaradi tega, ker program Cankarjeve založbe oziroma program, ki ga jaz urejem načeloma, je iz, ne vem, vrhunski prevodi, mislim, prevodi vrhunske literature in tam seveda zaupaš, da je avtor načeloma so to toliko dobre knjige, da je malo takih stvari, ki bi jaz zdaj rekel, to je pa avtor slabo naredil, dajmo to popraviti. Ampak ja, zgodi se, seveda, ne vem, meni se je zgodilo enkrat, ne vem, da je avtor nekaj narobe, mislim, da je bilo nek Američan, ki je nekaj o Evropi pisal in nekaj narobe razumel in je pač napisal faktično narobe in smo to pač popravili. No? Nam se je pač zdelo, da ne moreš tega not pustiti, ker vsake bo to Slovenc bral, bo tako, in moraš to popraviti. Kar se pa sloga tiče, je pa to kar nevarno vprašanje. Jaz načeloma nimam rad prevelikih odstopanj. Je pa seveda drugo vprašanje, kaj je preveliko odstopanje. Tako kot je Igor rekel, če jaz imam najraje, da si prevajalec najprej sam zbere, pa da mu jaz dam za prebrati, pa reče, ok, to bi jaz res delal, ali pa da mi on predlaga knjigo, ker pol vem, da bo nekaj, kar bo njemu blizu in bo lahko prevedel in bo v duhu knjige, tako kot je Igor rekel. Ti moraš vseeno gledati na to, da ti to prevedeš tako, kot si ti misliš, da bi avtor to napisal v slovenščini, recimo, in da to nekako tako. In tukaj so možno ena odstopanje, ampak jaz recimo načeloma nimam rad, da mi nekdo dela slog bolj kompliciran, pa bolj kompleksen, če ni. Ne boš ti zdaj Welbecka prevajal v tisočih podredi in z nekimi, ne vem, začenši, pričevši, ne vem kva, s kakšnimi pač, kaj so že to, so sen, da me zglave čist bežal, skratka, ne moreš tega početi, če on pač piše straightforward, ekonomično, eliptične stavke. To pa ne, sloga se ne popravlja. Zdaj pa ja, nekatere stvari pa itak že avtomatsko, jaz ne vem, kako to naši bralci vejo, ampak recimo ameriška pa angleška kultura prenese full he said, she said. Mi tega ne. Ne moreš ti imeti. Se pa Rasimo v bilo ogromno tega, recimo, ali pa Prdjunu tudi. Za vsakič, ko je dialog, je potem he said, he said, he said. In to vso ponavljanje v slovenščini je obupno. In potem moraš iskati sopomenke za rekel, je povedal, in potem že skoraj moraš tabele delati. Ja, pri čemer doskrat interpretiraš, ti rečeš, je vprašal, ali pa se je začudil, daš, ne? Ja, mislim, se je začudenje lahko iz dialoga, ampak ti to dodatno daš, kar ni notar v originalu, ampak načeloma to moraš delati, ker drugače, če bo pri nas samo je rekel. Ali pa recimo glih kar knjiga, ki jo prevajam, in sem že čist pri koncu, sem jo konkretno spremenil glede na, je pa tak, jaz prevajam angleški prevod, ampak v švedskem izvirniku, ki sem tudi preletel, je vse, kar se ljudje, pač glavni junak pogovarja z Američani, so dostkrat stvari, kar v angleščini dialogi, ali pa kjer je mednarodno sodelovanje, ali pa karkoli. In to je potem v angleščini, pač vse v angleščini, seveda. Ampak jaz, ko prevajam v slovenščino, ne bom pustil tega ne bom dal tega v angleščino. Zato, ker bi bilo nesmiselno, zato, ker potem bi tako moral dajati prevod spodaj, zato pač ne vem, očitno je švedskim bralcem to, da je del besedila v angleščini lahko gre skozi, v Sloveniji pa to v romanu ne bi šlo skozi. Ampak potem pač nekako navedeš, dodaš v tekst, kaj je bilo povedano v švedščini ali danščini ali angleščini, zato da je kontekst jasen. Ja, dostkrat je tudi, ko jaz sem imel zdaj, ker sem imel eno knjigo, kjer bi rabo dosto pomp in sem pol skušal te opombe recimo zminimalizirati tudi tako, da recimo, ko nekdo, ko Rusinja našteva besede v tadžikiščanščini, tadžikiščini, tako je. Sem jaz seveda namesto, da bi zdaj v opombe pisal, ne vem, celo poglavje, to pomeni to, ono pomeni to, sem kar sproti pisal. Ne vem, potica je, karkoli pač je, ono je to, tega ni v originalu, ampak jaz sem se tako, da se pač znebim še ene opombe, ker že tako imam 20 načeloma, pa moderni klasiki izhajajo brez opomb. Ampak vseh se pa ni dalo, jaz sem pač najbolj nujne obdržal, ampak
načeloma sem pa pustil tam, kjer ti lahko googlaš nekega ruskega generala ali pa ne vem kaj, pa zlahka najdeš nekaj v slovenščini, sem jaz preveril vmes, sem pustil, kjer sem pa pač ugotovil, da so neke reference, ki jih pa v slovenski bralci težko razumel, pa ni šlo brez opombe. Ne? Pač to je zdaj z neke pesmi Josipa Mandelštajna, tega mi ne bomo prepoznali. Ne? In pač za tako zadevo je pa posebej ful, recimo za znanstveno fantastiko ali pa fantazijo ali pa karkoli je pa posebej, jaz mislim, da triki. Tukaj rabiš res dobre prevajalce, zaradi tega, ker gre preprosto za to, da je to tudi nek nov jezik, ki ga ti tudi moraš razumeti kot nekaj tujega za angleščino. Ne? Pač, ko je Igor tole prevajal, so seveda izrazi noter, ki tudi Američanom niso naravni, ne? Niso, ker je pač postapokaliptičen svet, so kakšni izrazi, so kakšne besedne igre v znanstveni fantastiki, ko so kakšne čudne tehnološke naprave ali pa v fantaziju, ko so pač neki novi svetovi in tudi to moraš upoštevati. Ampak spet ti moraš upoštevati, to bo njim logično, ker so Američani in je pač neka beseda iz njihove recimo sestavljena, pa moraš ti slovenščino najti ustrezno. To je pač meni res, imeti dobrega prevajalca je nekaj pač najboljšega, kar pač si urednik lahko želi. Igor Kima. Tako da Slavko, vem, da te številke zanimajo, ne? Pred poletjem izide trilogija Temelji, ki pa ima not številko, ker bo temelji od 1 do 3. Ker smo pri številkah, mene za Igora zanima še ena, če preveč osebno vprašanje, ni treba odgovoriti. Kakšno konverzijo imaš pri predlaganju različnim urednikom, ko predlagaš, tako večinoma deluješ, da prebereš knjige v angleščini in potem predlagaš različnim urednikom, da bi se lotili te knjige, kako uspešen si v navednicah? Bistveno več knjig preberem, kot uspem prepričati, da bi to delali. Ne vem, sej postopoma kar gre. No? Ali pa tudi, ne vem, recimo za mladinsko knjigo bom prevajal eno mladinsko fantasy zadevo, ampak je bilo tako, da sva se z urednico pogovarjala, pa sem jaz predlagal, mislim, da je 12 knjig, pa je ona eno izbrala. Tako da to nekje bo razmerje. Ja, to pomeni, da tudi urednica pol prebrala teh Klinčevih 12 knjig, ki je Igor predlagal. No. In celo je bilo tako, da eno knjigo je prebrala celo trilogijo, čeprav je, mislim, da po tretjini knjige ugotovila, da to ni primerno za njeno zbirko, samo je pa bila knjiga toliko všeč. Tako da pač to je veliko branja. No, Igor, pa če smo že pri tem, pa zdaj govorimo, kaj pa je bilo recimo za Station, za postaje 11, ne, zdaj kaj govorimo o angleščini, kaj ti je bilo pa tukaj recimo tako najtežjega, oziroma kaj se ti je zdelo največji prevajalski oreh? Prehodi skozi čas. Kar mi je bilo tudi ena najlepših stvari v knjigi, je seveda tudi ena najtežjih. In to je, da ona vzpostavi en občutek, ki ga ti dobiš skozi besede, in potem ta občutek pelje skozi čas, kako, ne vem, fotografija in kako so ljudje na tej fotografiji, kako izgledajo, in potem kdaj je ta fotografija nastala in kako so se ti ljudje res počutili in kaj je ozadje tega srečanja. Ne? To je tam dosti na začetku. In je en tak krasen primer. In to obdržati v knjigi vsa ta čustva, da se tudi v drugem jeziku prenesejo, je treba skrbno izbirati besede in vrstni red in slovnico, da dobiš isti tempo, da dobiš iste metafore in tako dalje. Te stvari je bilo zelo težko. Ne? Tudi, ko sem imel intervju z njo, sem jo vprašal, kako to gre, in ona rekla, da to pač njej, da pili, ampak da to dosti naravno prišla do teh prehodov. In mislim, da ti prehodi so tudi nekaj, kar je dosti edinstveno. Mi pri njej, pri drugih avtorjih nisem tolikokrat naletel na to, da bi imeli tako velike preskoke ali v prostoru, ali v času, ali v čem takem, na tako kratkem v tako kratkem prostoru in to tako učinkovito izvedli. No. Zdaj, ko meniš prevode, nekako v glavi imam sliko, se mogoče napačna, da prevajalci imajo lahko stik s originalnim avtorjem, da jim pojasni kakšne nejasnosti, ki pač lahko pač v drugem jeziku čisto drugače, a pa njegova vizija čisto drugačna. Si imel ti lahko kaj z njo stika pred tem intervjujem, da si lahko kaj vprašal, si čisto po svoje delo?
Delal sem posoj, čeprav bi lahko, ampak nisem mislil, da je to. Drugi avtori, ki sem jih prevajal, so pa po večini mrtvi, tako da nisem šel med seans za Herberta ali Asimova. Je pa bilo weird, ker sem prevedel strip King in sem potem spoznal protagonista, ki je pač po živem človeku, po njegovih dogodkih narejeno. In je rekel, ne, ni bilo tako. Tudi glede na glasa, ki sem ga izbral in besed, ne bi tega tako naredil. Prav. Lahko preverjam citat knjige, ki me je res... Videl sem, da je serija dobra knjiga, da bo dobra, ampak na 24 strani en citat, se čist kratek, dve povedi, ki me res hooked up, da sem res potem z navdušenjem prebral do konca, kakor hitro sem mogel. In sicer dogaja se, slika je, kdo je gledal serijo, poslušalci najbolj so gledali serijo, ko so v lokalu se pogovarjajo tik pred začetkom pandemije in takole gospa John Mandel piše o tistih, ki so bili v lokalu. Med vsemi, ki so bili tisto noč v baru, je najdlje preživel natakar. Umrl je 3 dni kasneje na cesti iz mesta. Ja. Res super stav, poved se mi zdela res. Ja, zelo optimističen. Sploh za to knjigo, ne? Ne, to je tisti glavni huk te knjige. Takrat je tudi mene dobla res majhnih par takih vmes dobrih pogledov v to, kaj pa tudi spet je tukaj primer tega preskoka. Ne? Ja. V tem je res odlično, tako si omenil. V bistvu v knjigi še mogoče to boljše deluje, ker pač ta, gib prelista z ene strani na drugega, ne? Na drugo je tako premišljen pri njej, ker v bistvu preskočiš iz Ontarija oziroma Toronta v Malezijo na plažo, kjer se eni blede, pa potem nazaj na neko letališče, pa potem zopet nazaj v neko zagozdeno zadevo, kjer v bistvu iščejo nekega pogrešanca, je tako naravn, tako v bistvu hiter, da se v bistvu res zgubiš malo o tem, ne? In je ful lepo narejeno to v knjigi. Serija ima vseeno tiste, kako že mi temu rečemo, pečino vise, je malo drugačna mehanika za temu, ne? Knjiga pa ima ta lepo, mehko bonotno. No, moram pa reči, da upodobitev tega risa romana v seriji je pa genialna. To je pa res lepo. Ta gospa, ki je delala kostume, jaz sem poslušal podcast, mu ful priporočam podcast Station 11, uradno od HBO, ful je dober. In tudi je za to, ki je kostume delala zraven, kak je ona to, ker dejansko je ona med pandemijo morala priti do kostumov in jih narediti, ker ni bilo materijala, ker ni bilo nič na voljo. Čakaj, ona je delala kostume in... Risroman, hočeš zdaj reči? Ne, ona je kostume delala. V isti epizodi mislim, da imajo kostume pa set design oba človeka, ki razlagajo, kako so to delali. No, ampak sej skafander pa vse te stvari, ki jih vidimo tam. Tam, ko se pojavi, ko Miranda basically umira in se pojavi potem on na vratih Dr. 11, to si mi je zdelo tako krasno, da res. Sploh, ker sem že prebral knjigo, pa je tam ga čist drugačen. Mislim, ni stal na dva v interakciji, on je samo metafora za njo. Se mi je zdelo zelo lepo. Ne, nasploh mislim, kostumi na Justino je v bistvu to ful pretegnilo, tudi kako so kostumi iznajdljivi, v smislu že same te gledališke uprizoritve znotraj zgodbe, kako je bilo to uprizorjeno, smo bili s tem totalno navdušeni, kako genialni kostumi, ki bi jih komod postavil na neko sodobno gledališče danes, zdaj, mimo onkraj kakršnekoli postapokaliptične fore ali pa kaj tazga. Tak super. Ja. Res dober dizajn. No, je pa seveda to, da za TV mora izgledati vse malo lepše, ker Kirsten je tam opisana kot nekdo, ki manjkata 2 prednja zoba. Ja. Zdaj se to sprašujejo, kako bi bilo imeti zobozdravnika. To ful zameri, ker ona je pa pač ful zameri, to mi je bil ful lep detalj, pa mislim, da v seriji je malo tega, ampak ne toliko. Ona zameri ljudem, ki so starejši od nje, da niso se naučili dovolj fizike, pa je bilo vse na Wikipediji, da bi lahko razložili, pa je to, da ni zobozdravnikov. Ja. Pa to tam je še ena super, mislim, da tam mali se nekaj sprašujejo, izmed kultov,
mislim, da ne vem kdo, Dieter, če se ne motim, ko ga rešijo, sprašuje, Said, pardon, se pogovarja z enim od kultnikov, ne, da pač zakaj pa sploh to delaš, zaradi pokojnine, ali kaj pa ga tam malo nazaj vpraša, kaj pa je to pokojnina. Ja, taka zelo pikra, pa fina, ampak simple. Ja. Zadeva. No, sicer to ni daleč od se to, kar še zna zarezati. Veš. Ja, mislim, da je kar nekaj zanimivo. Jaz sem hotel še mogoče nagovoriti, da se mi zdi pa zelo zanimivo, ker sem prej tudi sam odprl to, kako pač kultura lahko seveda deluje v obe smeri. Tukaj sem vedno pač živčen raten, ko nekdo govori, kako je kultura pač nekaj umetnost, kako nas to polni, kako smo dobri ljudje, zaradi tega seveda ni nujno, vedno je pač v obe smeri gre, ampak se mi zdi pa zelo pomenljivo, da imamo na drugi strani, da tisto, kar gradi neko skupnost in to, da je to Shakespeare. Da je to vendarle Shakespeare, zato ker seveda v Shakespeareu čeprav so to zgodbe v resnici o maščevanju, kot smo letos v Severnjaku videli, znajo to biti zelo akcijske zgodbe, originalni predloge Shakespeareve, ampak tisto, kar pa pač je vedno ta človeškost. Tako so si oni, ker mi skozi te njegove zgodbe v bistvu Shakespeareve zelo ne bom rekel ponavljam, pa gradijo na podobnih načelih, čeprav so nekaj popolnoma drugega kot grška tragedija, so vseeno nadaljuje tradicijo tragedije, ker imamo zdaj seveda prej so bili to bolj vlogi bogov, zdaj imamo pa krvave ljudi, pač tle nas pokaže kot ljudi, ki imamo pač dobre in negativne lastnosti in to včasih v enem človeku, kot je recimo Hamlet. In to se mi zdi, zaradi tega je Shakespeare izjemno primeren, seveda plus to, da je Shakespeare seveda temelj angleške civilizacije, angleške literature in kulture, ker vendarle govorimo, da je to pač ameriški roman oziroma ameriška knjiga, in je logično, da izberejo Shakespearea. Pri nas bi, kaj jaz vem, Prešerna, Cankarja. Jančarja. Ja. Wow. Pa bi se tako govorili, mati prinesi kave, pa bi se tako post-penny. Kaj pa to kava? Ja, to so pa ene stvari, ki jih bolj izpostavijo. Ni več kave, ni več soli, ni več pomaranč. Take samo umevne stvari, ne? Sol. Pač na eni točki je zmanjka. Meni je ena stvar z številkami bila zanimiva, ki mi je šele včeraj se utrnila. 11. postaja Križevega pota. Je križanje. Nikoli nisem pomislil, ko sem bral knjigo dostkrat in gledal serijo na to. A se vam zdi, da je to relevantno? Jaz pa nisem pomislil na to. No, ni mi padlo. Meni do včeraj ni padlo, ko sem googlal, če googlaš postaje 11, na tretji strani že prideš do Križevi. Do 11. postaje, ne? 11. je jez pribijajo na križ. Od 14. Wow. Ja. Okay. Ljoša, ti si to izstrelil iz glave. Je to ta katoliška krivda? Po 2 letih mi to. To je bolj katoliška vzgoja. Ampak ja, seveda 11. postaje Kristus se pribijajo na križ, 12. je Kristus umre na križu. Ja, ne vem. Zanimivo sem zdaj vidim, da imamo notu scenarij, ampak nekako ne, tudi jaz moram reči, da mi to ni nekako kapljeno. Čeprav, ja, pač to je spet ena taka podoba, pač tipična za zahodno civilizacijo, oziroma za postkrščansko civilizacijo, tako bomo rekli. In seveda pomeni, da neko žrtev za človeštvo, ali pa seveda tudi podobo človeka, ki so ga izdali njegovi najbližji, da ga potem krivdno. Ne vem, no, mogoče je kakšna povezava. Mogoče veš, ker Doktor 11 v tem risu romanu je v bistvu tisti, ki vse to malo človeštvo, ki se v bistvu bori z prebivalci Podmorja, ima neko napol, ne preroško, saj ja, prerok je še v knjigi, ampak tudi v risu romanu je v bistvu Doktor 11 nekdo, ki skuša človeštvo popeljati naprej, ima neko vizijo, torej ima ta moment celo, medtem ko prebivalci Podmorja želijo iti nazaj v svet, v katerem so se rodili. Ta bil meni en hud stavek, hočemo živeti v svetu, v katerega smo se rodili. Ta je mene kupo. Najbolj
Kar se pa tiče Shakespearea, da se vrnem na Aljoševo istočnico, mislim, mogoče pač ne vem zdaj, a je primerno za post-apokaliptično, kaj bi bila pa primerna umetnost, ne? Če že greš potem o primernosti umetnosti ali pa primernosti nekega medija, gledališče kot prvo, to sem mislim, da že prej omenil, je kao tisto najbolj živo, ki te lahko popelje, te lahko uživi, mislim, ima lepo vstopko, to noter, ne? Hitro si lahko podata roko za gledalstvo, ne? Ali pa občinstvom. Tudi knjiga to dobro omeni, ne? Enega, zdaj samo hitra tangenta, ne? Knjiga izpostavi enega tega okultista, pristaša kulta, ki se na predstavi Lira, če se ne motim, joče. Pol je pa ravno tisti, ki drži puško Kristen na glavi, ne? Ali samostrel. Tako da imaš ti neki dve skrajnosti, ne? Kako si lahko enkrat upeljan v neko domišljijo, pa izkušnjo, hkrati pa popolnoma vržen ven iz neke človečnosti ali pa popolnoma obstranska zadeva. Shakespeare po moje kot tragedija ali pa grška tragedija je lahko lepa vstopka v to, kako znamo neki trpeti, ali pa kako znamo neki živeti, ali pa kako znamo neki, ne vem, povzdigati. Ne? Sej noč takoj, ko ugotovijo, da so prišli v kraj, kjer so vsi malo down, pač kot se izkaže zaradi kulta, se odločijo, da ne bojo Lira delali, ampak Sen kresne noči, ki pa je komedija. Tako da ja, Shakespeare imaš so to down, ampak imaš tudi vesele zgodbe o ljudeh, ki se zadrogirajo in zaljubijo v napačne in karkoli se vse zgodi v tej zgodbi. Po moje prej tu fora, da ima Shakespeare lepo, mislim, sposobnost dobre plastike likov, ne? Da v bistvu je to tisto, kar je dostopno tudi nepoznavalcu Shakespearea. Ja, plus pomembno je, kar tudi izpostavi v knjigi, da je nastajalo v pandemiji. Shakespeare, ko je živel, je bilo več epidemij kuge, ki je tudi, mislim, da njegov sin umr v kugi in je zaradi tega pač čutiti neke iste stvari. Tudi ona je v intervjuju povedala, da je v prvih draftih imela, da oni prizarjajo Seinfelda, ampak da se ji potem ni zdelo, da bi se ljudje v neki post-apokaliptični družbi, da bi razumeli problem parkinga. Se boriti za parking. No, to bi bilo kar malo. To bi bilo kar noro. Ja. Mislim, da se je prav odločila. Ja, jaz tudi mislim, da nek lik Georgia tam reče, because of society, am I right? To bi bilo, ja. Ampak v seriji so vseeno potem dali, da on tip, ki se želi pridružiti jim, recitira govor iz Independence Day. Kar se mi je zdel lep uklon vsemu skupaj. Ampak ne bi deloval Seinfeld. Ne, zihar ne. Mogoče Curb Your Enthusiasm, ampak ne, jok. Ne, jaz mislim, da Shakespeare lepa izbira. Še posebej pa zaradi okolja, pa mislim, ta prehod Kanada, Amerika, Michigan Lake, da pač tukaj to zelo kulturno dobro dela. Ne. Tudi, vprašanje si postavil, kaj bi v Evropi delali, ne vem. Mislim, da bi se priklalko, vas izdas, nimam pojma stari, ampak tako da, ja. Še ena ful pomembna tema. In sicer, prej sem že omenil razliko v prikazu pandemije med Cormacom McCarthyjem, Cesto, ker je že Slavko prej omenil in tukaj, in George Miller in Stephen King in tak dalje. In tukaj, to je tudi nekaj, kar sem vprašal Emily in mi je omenila en esej od ene ameriške pisateljice Sloane Crosley, lahko dam potem link spodaj, da je ključna razlika v tem, da so postapokaliptične zgodbe, ki jih napišejo moški, zgodbe o preživetju, o boju, fizičnem nasilju, zato ker se moškim to zdi nekaj nenavadnega, nekaj, česar niso vajeni znotraj družbe. Medtem ko ženske se pa pogosto počutijo ogrožene, sploh če grejo ven v temi, ker je nevarnost, da jih kdo napade ali posili, in se jim zato ta ideja ne zdi dovolj fantastična, da bi bila središče zgodbe o preživetju.
Zato, ker družba ne rabi propast za to, da se ženska ne počuti varno po noči, ker se že zdaj ne. In, to je še kar... To je kar grozljivka, ampak štekam. Ja, ne, mislim, super interpretacija, ampak... In da zato je pač zgodba, ker je realnost toliko bolj težka, je postapokaliptična fikcija lahko bolj optimistična. Podpišem. Mislim, ja. Štekam. Tako da ja. Ne vem, kaj ne rečem, da mi je to kar vzelo besede, ampak ja, mislim, super interpretacija, definitivno je tudi avtorica en zelo brihten človek, kaj ne rečem. No. Wow. Ja. To bo zdaj naši ne-woke fani. Se je to zdelo malo za lase privlečeno, ampak... Ja, sem dva. Ja, woke, ne woke. Ja. Šalna stran. Okay. Tako je, mislim, smo hoteli še o seriji kaj takega povedati, smo še kaj pozabili. Jaz smo še 3 čisto majhne stvari. Zdaj, ko je Igor omenjal 11. postajo, ne, spet moja čist asociativna številska fiksacija na neko urejenost, zato ker vidimo, koliko v knjigi so še stvari bolj povezane, recimo z Jivenom pa z Arturjem, ne. Se mi je zdel, bi bilo še malce bolj simpatično, če bi bilo v knjigi, kjer je 9 poglavij, če bi bilo 11, kot postaja 11. Okay. To je ena zadeva. Druga pa, to je pa spet stvar založništva, Aljoša, tebe gledam, ti si kriv. Jaz bi dal v sredino knjige 2, 3, 4, 5 slikic riso romana. Tako, bi bilo poetično, se mi zdi tako. Okay. Ja, to mislim, da je povezano s tem, da je Emily St. John Mandel pred to knjigo napisala 3 ali 4 kriminalke, ki so dosegale naklade, kot da bi šle v Sloveniji. Tako da ni mogla reči, da bomo pa dali tukaj vmes še najeli nekoga, ki bo riso roman naredil. Ja, šteko. Tako da, če bi ona naredila to knjigo zdaj in imela to idejo, bi vsekakor se dalo to izvesti. Ja. In je super ideja. Druga stvar je ta knjiga, prijela nagrado Arturja C. Clarka, smo omenili. Najboljša prijatelja sta Artur in Clark, asociativno. To je prav ono, ja, ok, ja, itak. Ja. Pa še zadnja zadeva, prej, čisto na začetku, pred eno urco in še nekaj minutami je Aljoša omenil, da je avtor pisec Somerville, ne. Moram povedati, da je ta pozitiven vidik mene je ta serija, prejšnjič, ko sem gostoval, sem omenil, da kjera serija me najbolj navdušila do zdaj, to so bili ostanki, Leftovers. Nek duh serije se mi zdi podobno optimističen, glede na to, kaj se dogaja, neka apokalipsa, no, to moja pika na i. Ja, jaz moram reči, da Leftovers še nisem gledal, čeprav že imam dolg na radarju, ampak mi še ni ratalo. No. Ampak ja, definitivno jaz mislim, da po eni strani mi je tako nenavadno, ampak se mi zdi, da je vseeno zelo realistična ta serija, ker recimo, dobro, se vem, da recimo zombi apokalipsa že sama po sebi ni najbolj realistična, ampak vedno se mi zdi, da je pač posledice tega, pa kako to pokaže, so pa popolnoma nerealistične. In jaz še zdaj pač časih tako pač obupuješ nad enimi zadevami. No. Tukaj vsaj ljudje ostanejo na letališču, ki je valjda letališče en tak, vse imaš noter, vse vrste trgovin, vse vrste, ne vem, pripomočkov, letališče je tudi dokaj samozadostno, zato ker ima generatorje, pa ne vem kaj vse, in je tako logična izbira za preživeti apokalipso, oziroma če bo že kje obstal, boš zelo pogosto na letališču obstal, ne? Ampak ja, mislim, drugače pa je tako pač neverjetno, a ti ljudje res ne grejo v shopping mole, jaz bi se tja zaprl, valjda, v BTC. Ja, samo ta bi najbrž vsi uletel po hrano, ker vejo, da tam je hrana, veš. No, pa sej. Na to. Eno dobro šibrovko ti ne može. Ja, ker pa če nimaš šibrovk, ne. Zato tudi pa Shakespearea. Ja, pa imaš tudi to od žene ljudi. Ja, že vidim, ja, tam. Moji interpretaciji tudi to od žene ljudi. Če jaz začnem Shakespearea tam igrati, bo po moje vsi zapustili. A smo lačni tok, pa spet ne. Bit ali ne bit, lačen, bit lačen. Seriji tudi pomaga zelo naturalistična fotografija, da te povleče v to noter, ker res, tako sem že omenil, ta umetnik Chiaroscuro bi te ven metal, ne,
temu optimizmu, temu človečnosti, pa ta naturalizem, res te pastelni pristop do tega, ful pomaga. No, plus ti prehodi, ki pokaže, kako izgleda stvar, tisto gledališče in potem, kako izgleda po propadu. Te prehodi so res lepo narejeni. Fajn je narejeno. Ja. Jaz tudi moram priznati, da sem presenečen. Zelo mi je bilo zanimivo, da recimo Gael Garcia Bernal vzel eno tako vlogo, ki ni, dobro, sej je pomembna, ampak v končni fazi je stranska vloga, no. V eni taki seriji se mi je zdelo zelo, ampak tako, mi pa zelo paše, ker je pač on resnično zvezda in tudi v filmu igra, v seriji igra pač neko zvezdo filmsko. Ja, tako zelo je za Anga skoraj da napisano. Ja, tako zelo se mi zdi, ampak se mi zdi simpatično, no, da recimo en tak igralec, ki je vseeno od vseh teh igralcev, čeprav, kot smo v začetku našli, niso slabi igralci, to so vseeno zelo igralci, ki so že marsikdaj pokazali, ampak enote moram reči, pa tudi igralska zasedba je neverjetna in res si dober igra, tudi mulci, pa pač potem njihove odrasle verzije, ful dobro igrajo. Ja, če še lahko povem pač o Emily, njene knjige po Station 11 so povezane, ampak zelo tak bežno, ki tak nekdo, ki je fan, bo rekel, cool. In če lahko povem, na hitro naredila še 2 romana, Glass Hotel, za katerega je ona skupaj z Patrickom Somervillom sta naredila scenarij in bi naj bila serija na HBO, še čakajo na potrditev. In Sea of Tranquility, ki bi tudi mogoče bila lahko bolj kasneje serija, ker je tudi HBO odkupil oboje. Knjiga v slovenščini. No, Glass Hotel dejansko se dogaja, so not nekateri isti liki, Miranda se pojavi, eden od glavnih junakov je pa Leon Prevant, ki je njen šef. Razlika tistega sveta pa je v tem, da omenijo, da hvala Bogu, da ni bilo nič s tisto gripo, ki se je zgodila v Gruziji. Okay. Kaj bi še le bilo, če bi tisto se razširilo? Hvala Bogu, da se ni. Ampak fokus pa je gospodarska kriza 2008 in tudi je dosti sporednic s filmom No Man's Land, eden od likov v enakem življenju pristane, eden od likov je Bernie Madoff type človek, ki ukrade enemu kupu ljudi denar in potem ti ljudje bankrotirajo. Zelo je tudi lastnik tega naslovnega hotela. Ta hotel se nahaja na tem otoku, odkoder sta v knjigi Artur in Miranda in je odročen v Kanadi. V glavnem, ful takih stvari. No in ena od junakin, ki ostane brez vsega po tem bankrotu, pa je potem ena od junakin v Sea of Tranquility, kjer je pač stranski lik, ampak tam je spet svet malo drugačen, zato ker tip, ki je pač Bernie Madoff type, v Glass Hotel pristane v zaporu, tukaj pa pobegne v Dubaj. In pa vsi razlagajo, ja, on, ko je vsem vkradel denar, pa pobegne v Dubaj, kak prasec. Ampak ja, tole Morje tišine potem še povedal, ker sem ga glih kar prebral med novimi. Je zelo zanimivo, kako se povezujejo, ampak dost bolj kot to, da imaš te neke tangentne like, sem pa tja je pa slog ful dober, tako da kar se nekega užitka v prebranju tiče, je pa to zelo blizu. Skratka, ja, no, jaz mislim, da smo povedali ogromno o knjigi in o seriji in res še enkrat zelo toplo priporočamo. Jaz mislim, da kot ste slišali, smo vsi precej navdušeni nad obema. Tako da lepo prosim, takoj zdaj vsi, ki ste tole poslušali do konca, zdržali 1,5 ure skoraj z nami, morate pač kupiti obvezno knjigo pa serijo pogledati. Meni je zelo žal, ampak na tej točki nimate druge izbire. Skratka, to je bilo to za ta denar in zdaj je Mito pripravil nekaj, mislim, da Shakespearea v Star Treku, kar je na vrsti Star Trek kotiček, vaš najljubši kotiček. Ja, zdaj o samem Shakespeareu v Star Treku bi
po moje lahko bila ekstra epizoda zgolj o tem, ampak... O čem pa pri Star Treku ne bi mogla biti ekstra epizoda? No ja, se strinjam. Zato sem zdaj prepopal v zapiske, prav Wikipedija je o tem, koliko Shakespearea se pojavlja v samem Star Treku. Na hitro bi samo preletel, da v bistvu Shatner in recimo, ki je bil vajenec Christopher Plummerja, sta oba dva shakespearijanska igralca, ki sta se izučila na njemu, da ne omenim seveda Patrick Stewarta, ne. To je samo ena izmed malih stvari, ki se v bistvu pojavlja noter, pa imaš naslove, ki se pojavljajo, citati, ki se pojavljajo, najbolj mogoče v TNG-ju, kjer imaš celo uprizarjanje scen in iger iz Shakespearea. Mogoče še najbolj tu epizoda The Defector, kjer imamo na začetku, mislim, da Richarda III. Ali eno izmed teh, no, ne bom zdaj natančen tukaj. Skratka, kjer Data skuša svojo človečnost uprizarjati preko Shakespearea, to je ena izmed tistih bolj močnih, zdaj tu je malo more citatov noter. Je pa res, da se potem malo po Deep Space Nine umanjka teh Shakespearovskih... Voyager je še tudi kar nekaj. Naslove imaš, ampak ni pa več teh uprizarjanj, nimaš več teh citatnosti ali pa tako naprej. To je, v bistvu, tega res malo more, tako da ne bom zdaj tukaj zabasil čist na koncu epizode z to temo. Tako da imate Wikipedijo tukaj noter. Je pa tudi v Wikipediji nekaj, kar smo mi danes bežno omenili, je tudi eno hitro vprašanje, zakaj pa takšen poudarek na Shakespearu v Star Treku, ker naprimer cel film Star Trek 6, The Undiscovered Country, kjer je direktni citat iz Hamleta, pol imaš pa Klingonce, ki se ukvarjajo s Hamletom, pa citirajo Hamleta, še celo jebejo folk nazaj, oziroma terane nazaj, nisi doživel Hamleta, dokler ga ne prebereš v originalni klingonščini. Tako da ta fora, v bistvu je vprašanje v Wikipediji tudi zastavljeno, a je mogoče Star Trek malo žrtev anglocentrične prihodnosti, kjer je v bistvu Shakespeare tako pomemben, zakaj ni naprimer nekaj drugega bolj pomembno, tako smo mi danes v tej epizodi izpostavili. Tako da Shakespeare je big thing noter, da ne omenim vseh teh igralcev, tudi Avery Brooks je shakespearijanski igralec, Sherman, ki igra Quarka, poučuje o Shakespeareu in tako dalje. In tudi ne nazadnje na pač Discovery in te je očitno zelo vplival Lurmanov Romeo in Juliet, vsi ti hitri rezi bliskani. Mogoče, celo to, v Discoveryju imaš en redek v teh sodobnih inačic citat, kjer mislim, da Spock nehote v sred vse te velike akcije prebije nek citat, pa se Michael Burnham obrne proti njemu, that's my man, Hamlet. To je toliko o tem novem Shakespeareu. Edino epizodo, ki bi jo pa mogoče izpostavil tukaj pa je, kjer mislim, da bo Times Arrow Part 2, to je prvi del 6. sezone TNG-ja, ki se dogaja v preteklosti v San Francisco, kjer mora Picard in druščina preživeti v nekem sublet stanovanju in se predstavljajo tej landlordki, stanodajalki. Hvala. Kot gledališka skupina, ki skušajo prizoriti scen Krisne noči. In jo povabijo noter, kao, da pač skuša z njimi zaigrati, seveda pa vse to neki manever, da pač ne bi plačali najemnine. Zelo igralcem podobno. To se tudi v Ljubljani skozi dogaja, tako da ljudje ne se čudite, če vaši nad vami boste zvečer slišali kakšne prizore iz Shakespearea. Ljudje morajo plačati najemnino. Toliko. Hvala, Mito. Seveda smo v kotičku, kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo in Slavko je pripravil veliko tega, ker je veliko gledal, ker ga zdaj že dolgo ni bilo. Jaz se pravičujem, če me eno leto ne povabite, jaz sem mislil, da se znal za eno leto. Povabili smo te dvakrat ali trikrat, da si bil na Roosterju, ali kako se temu reče. Bom povedal 2 serialki, ki sem pogledal. Smo pogledali v družino s otrokoma, smo pogledali vseh 30 Marvelovih filmov. To je v času pol leta smo pogledali. Marsikateri film je bil tukaj že obdelan.
ko drugič, pa tretjič pogledaš kakšen film, se ti potem zdi, mislim, da se ti Ljoša omenil v zadnji epizodi, da se malo pada trend kakovosti, in to je tudi opazno. Sploh, če pogledaš potem še iz perspektive drugega ali pa tretjega ogleda, ne. Ampak ja, otroka sta navdušena, sploh sin z Lego kockami sestavlja različne junake, tako da ja, ok. Hčerka, ki je malo starejša, je zdaj pridna bralka, prebrala je vseh 8 Harry Potterjev in je zahtevala, da najprej prebere prvo knjigo in šele potem se lahko lotimo skupnega ogleda filma, tako da je bilo prva knjiga, prvi film, druga knjiga, drugi film, tako da je lepo. In Ljoša, to ti bo morda všeč, da je bila kar malce jezna oziroma razočarana nad ekranizacijo. V knjigi je bilo to drugače. Super. Zvoje navadi se, to je kar pogosto v teh prenosih. Potem pa samo, če pogledam tisto, kar ste obravnavali, samo v prejšnjih epizodah, mesecih, celo letu, zelo pozno sem prišel v to igro, zelo pozno. Hiša prestolov sem pogledal, kar na mah, mislim, da sem pogledal 2. Hiša prestolov? Ja, vidiš, ko sem delal Hiša zmaja, bilo vaše delovno ime. Game of Thrones sem pogledal, mislim, da v 2 tednih, res na mah sem pogledal in je bilo res. No, to si pa res, to je 8 sezon po 10 delov. Ne? Ja, res na mah ob večerjih, poznih večerjih. In recimo od 2 do 4 sezone, od 2 do 4 sezone sem res tako zelo navdušen. To, zdaj spin-off sezona, moram reči, da nisem bil preveč navdušen, nekako v slogu vašega gosta, ampak ja, ste že tam vse več povedali, tako da več ne bom. Vse posod naenkrat se mi je zdel zame osebno, pa nisem pogledal veliko filmov, priznam, zame film leta. Tudi na Letterboxdu sem videl, da je najbolje ocenjen film leta. Sploh pa mislim, da ste vsi dali ta dober argument, ne, če Marvel se še tukaj neko igro več vesolja, ne, iz druga dimenzija, kaj se ta film gre. Severance, škoda, ki me niste povabili, ne. Mogoče teh aktualnih serij, ki sem zdaj pogledal White Lotus, Mira druga serija celo boljša kot prva, druga sezona. Pa zdaj pa edino, kar pa zdaj hkrati trenutno gledam, še nisem dokončal, je pa to Tokio podzemlje. Si gledal? Nisem gledal. To je tole na HBO. Na HBO, ja. Zelo solidno. Kaj je druga sezona že ali ne? Ne, mislim, povedana je bila. To pa ne vem. Kaj pa je to, kriminalka? Kriminalka postavljena je na prelom tisočletja. Sem se malce našel v tem, ker je pač ameriški študent, ki pride živeti na Japonsko in je novinar. In potem tak zabaven prizor iz 5-6 minute prve epizode imajo audicijo v nekem prestižnem japonskem časniku, res pride tam 150 do 200 ljudi, pride reševati audicijo, ki traja več ur. Ne. Sem se našel v tem, ker dejansko v istem času sem bil na audiciji na Teletextu RTV Slovenije, kjer nas je bilo 150 na testu. No. Okay. Okay. Ampak to je edina povezava. Ja, ni potem kriminalnega podzemlja, ne RTV-ja. Ne. Skok na rubriko beremo. Okay. Letos se v številkah ukvarjam s knjigami, sicer ni nič še žanrskega, ampak ja, berem pa kar veliko, moram priznati, da sem vesel, da sem se tako discipliniral, uredil življenje v tem letu, da fino knjige so res zakon in če smo že pri postaji 11, lahko povem, da se trudim tudi to avtorico dobiti za eno izmed prihodnjih epizod. Boste slišali, če mi je uspelo ali ne. Okay. Špilam nič ne, poslušam predvsem podcast Bot. Edino, kar všteje. No, ampak sem se pa želel, če bi bil še kdaj gost v tej oddaji, da bi to rubriko preimenoval v kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo in pišemo. Okay. Joj, ti pa mir tako mer. Glej, zlomka, zdaj sem gost, ne. Žal, ne vem, ni nič žanrskega, ampak ja, sem zelo vesel, ker sem pred nekaj tedni oddal svojo knjigo, drugo knjigo s delovnim naslovom Statistika za začetnike. Ne sliši se res kot nekaj žanrskega, ampak ja. Sem vesel, da je blizu izdaje, mislim, da bo čez nekaj mesecev knjiga ugledala luč sveta in moram povedati, da res sem zelo vesel. No, super. Super, hvala Slavko. Ja, to je tak znanstveni žanr, bomo temu rekli. Poljudni bi rekel. Okay. Super,
Wow, res je veliko tega. Naslednjič te bom prej povabil, obljubim. Pa bo krajši seznam. Ja, kdo vse Marvelove filme pogledal, me je spolres. Čeprav sem jaz zadnje cajte tudi tuhto, da bi jih začel od začetka, ampak imam še ene druge grehe, tako da mogoče ne pritisnem. Fast and Furious. Ja, recimo Fast and Furious. Igor, ti si na vrsti. Gledal sem The Peripheral, ker sem že omenjal prejšnjič na obodekih, zakaj si gre. Tako da sem povedal, da sem zdaj do konca pogledal in zaključek je, what the fuck, ne je slabo na koncu izvedel. Tako je vizualno vse skupaj lepo, pol na koncu pa rečejo sarma, pašteta, dejmo, zdaj se pa to zgodilo. Kar malo... Sarma, pašteta. Ne, res, približno toliko smisla ima, kot da bi rekli sarma, pašteta. Ful dober je koncept, na koncu pa mislim, da jim enostavno zmanjka v zadnji epizodi, da bi gledalcu razložili, kaj so zdaj tu točno tehnično oziroma tehnološko izvedli. In pol se krene stvari zgodijo, da lahko zaključijo. Upam, da bo dalje, pa da bojo najdel smisel. No. Pogledal sem krasno komedijo na Netflixu, White Noise. Moram reči, da kot intelektualni snob, to je najbolj intelektualna snobistična zadeva ever. Že knjiga velja kot neko tako hoh literatura, satira in tu pa pač grejo na tale komedi aspekt in meni je bilo res dobro, igra je krasna, štorija pa je o profesorju, ki je glavni za hitlerijanske študije v ZDA oziroma na svetu in ima krizo srednjih let in potem se pač stvari zgodijo. Eno je Toxic Airborne Event, to meni, da pač je neka prometna nesreča, kjer en vlak z enimi kemikalijami zgori in potem se oblak širi in je potem cela tak apokaliptična scena, ki probajo pobegniti. Ampak tu so 80-te, tako da ko reče država, zdaj pa je panika, vsi rečejo, panika, gremo. Gremo biti v tem zastoju. In tako dalje. In ful je vredno izvedeno. Meni je bilo zelo všečno, kljub temu, da sem tudi ful fan knjige, pa da se ne drži enih stvari, pa da pokrajša, se mora. No. Vem, da Simon Popek je bil zelo nezadovoljen, ker je videl ta film že v Kanu ali kje in moram reči, da se ne strinjam z njim. Meni je bilo to super, ful priporočam. Kako sem na more. Ja. Potem sem prebral dve knjigi, ena je Emily St. John Mandel's Sea of Tranquility, ki sem omenil in ki jo bom, če bo vse po sreči, še letos prevedel. Tako da lahko se takrat kaj dobim. Je pa sci-fi štorija zgrajena v več časovnih obdobjih, ki vključuje potovanje skozi čas in prav isto mero melanholije. Kaj pa kakovost v primerjavi s to, kar smo ravno obravnavali? Tu nekje je krajša, občutno krajša. Tako da na koncu je skoraj, se ti zdi, da bi te like lahko bolj spoznal, ampak lok zgodbe pa doseže že skozi. Kar me je pa motilo kot nekoga, ki ima rad sci-fi, pa je prehajanje med Zemljo in Luno, del knjige se dogaja na Luni in pač vprašanje gravitacije je nekaj, kar se on odloči ignorirati. Ampak ok, ne? Drugače pa zelo vredno prikaže razlike med kulturo, ki se razvije in zakaj se razvije in te stvari so super. Plus time travel je vredno noter. Všeč mi je bilo, kako je zgrajeno in to je, da pač so podobno kot Atlas oblakov, da se zgodbe skozi čas grejo in dobiš ti polovico zgodbe, potem je srednja in potem gre nazaj. Veliko polovic. Povezane z tem time travel elementom. Dost hitro se jo tudi prebere. Station 11 je vseeno se hitro bere, ampak jo moraš vsake toliko malo odložiti, ker je hard, ker imaš poglavja vmes, ki so zelo pač apokaliptična. Ne? V Sea of Tranquility ni tega, ampak imaš vseeno dost. Ja, mislim, eno, ker imaš vmes eno pandemijo. Ampak ja. Potem pa sem prebral še eno knjigo, Isaac Asimov, The Gods Themselves, in je ena od njegovih bolj nagrajenih knjig poleg Foundationa. In je insane, čist. V 3 dele je razdeljena. Prvi del se dogaja v eni bližnji prihodnosti, kjer izumijo
komunikacijo z sporednim vesoljem, prek katerega nastane neka reakcija, ki izmenja en element in posledično dobimo free energijo. Ampak ugotovijo, da ta free energija pomeni, da bo osončje razneslo, da bo pač sonce šlo supernovo, ker se spreminjajo fizikalne konstante. In ko znanstveniki to ugotovijo in povejo politikom, politiki reče, a se bo to jutri zgodilo, ne bo se. A lahko dokažeš, kako se bo to zgodilo, ne mreš. Ljudje niso pripravljeni reči ne zastojni energiji, tako da jebat ga bomo pač imeli supernovo. In je tako hardcore global warming in potem si tako in se konča nenadoma. In je drugi del knjige, ki se dogaja v tej vzporedni dimenziji, kjer so bitja, ki prehajajo druga v drugo in so v triade razdeljene, ki ful seksajo. In je tona enega seksa in razpisujejo, kako ta tri bitja se združujejo v eno, kakšne čustva imajo, zakaj se nočejo, eden se bolj hoče, ker je bolj čustven, oni, ko je bolj intelektualen, mu je ful fajn seks, zato ker po seksu ful razmišlja in pride naprej. V glavnem, ogromno seksa, ful je tako weird, what the fuck se dogaja in potem je pač ima smisel vse ta seks in vse skupaj. Torej, kaj, is it getting hot here or is it just the supernova? Tretji del knjige, ki se vrne nazaj v našo dimenzijo, ne? In se pa dogaja na Luni, kjer pa to keep it up with the sex theme, so vsi nagi. Zato, ker ljudje, ki se preselili na Luno, reče, itak smo pod zemljo, jebeš obleke, se imamo kontrolirano. Pač ta climate. In pa ljudje, ki pridejo na izlet na Luno, so vsi tak, ne? S tem, da ljudje iz Lune nočejo seksati z ljudmi iz Zemlje, zato ker pač ljudje iz Zemlje v tej gravitaciji pač ne znajo shendlati, se še kdo poškoduje, bodimo resni. To je tudi res, ja. Mislim, prav res ogromno enega seksa noter implied, zadeva iz 74. Ampak ful mi je bilo fascinantno, da je basically on reče climate change, globalno segrevanje leta 74, reče, to je nekaj, kar je neizogibno in je problem in ne znate tega rešiti. In ne boste tega rešili. In potem na koncu sicer rešijo to z eno vedno tehnološko rešitvijo, obvisli, ampak danes vemo, da to ni mogoče in fuck off. A si že slučajno omenil seks? Ja. In global warming. Ja. Pa igram The Last of Us, to pa bomo najbrž naslednjič, ko se vidimo, kaj še kako rekli o seriji, ko bo že prva epizoda, pa bom takrat povedal. Zelo možno je. Okay. Mito, ti si na vrsti. Jaz sem pogledal Avatarja 2 pod vode in ful priporočam. V bistvu je zelo spodoben hollywoodski blockbuster, ki sicer ne namaže na debelo z neko globino vsebine ali pa ne rečem te drame ali kakorkoli. Je pa vode fleplitko. Ne, voda je ful. Ja, sem videl boka posebej. Ja, odvisno, če greš na odprto, tam je jeba. Skratka, ne strinjam se s tistimi, ki pravijo, da je to največji pofl ever, ker ima vseeno nekaj za komentirati, je antikolonialen, antiimperialističen, antikapitalističen, ampak je to zelo basic komentar, tako da tukaj se ne bom strinjal s temi. Po drugi strani je pa v bistvu zelo gledljiv, spektakularen blockbuster, ki te 3:15, ki ti jih ponudi, zelo hitro spelje na mlin. Skoraj to kot ta epizoda. Ja, res je. Ja. Tako da, meni je bil cool. Ok. Skratka, 5. če gleda, dokler je še v kinu. Jaz bom na hitro samo pogledal sem 2 filma, oba sta kao Kdo je bil, se pravi Who Done It, Murder Mystery, Glass Onion, Knives Out Mystery, ki ga imate na Netflixu, pa See How They Run na Disney+. Za razliko od mnogih, ki pač jim je zelo všeč Glass Onion, meni ni bil. Wow, ne, jaz sem to gledal, zakaj pa te ni bil všeč? Meni je bilo sicer čist zabaven film za pogledati, ampak se mi zdi, da kar se tiče, ne vem, satiričnih osti, ti premalo da. Pač kot za detektivko pa je preveč simpel. In meni je bil pač res grozljivo, enostaven, grozljivo preprost. In sem bil prav siten na koncu filma. Sicer potem, ko sem gledal See How They Run, v primerjavi s tem je seveda Glass Onion boljši, ker ima See How They Run podobno foro. Pač tudi tukaj imamo
super igralce, Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrian Brody in še kup enih drugih ljudi. Ona, ko je igrala ono duha v Harryju Potterju. Ja. Igra Agato Kristi. Okay. Tako je, ona je Agato Kristi. Ja. Ampak tudi tam noter mi je tako, morilc, takoj veš, da je morilc, zato ker nima nobene druge funkcije in je noter v filmu si sam tako, ok, se ne bo on morilc, mislim, brez veze je, da bi bil on. In seveda je on. Ampak ja, so pa nekaj tudi, in tudi tukaj vse ostane na ozadju. In tudi tukaj vse ostane na ozadju, pač nekih referenc, ki so zelo površinske in tako. Saoirse Ronan je blazno simpatična kot ta nerodna, oziroma zelo vročekrvna, vročeglava, pač pomočnica detektiva, ki takoj misli, da sta rešila. Vsakič, ko pridete do prvega osumljenca in se zdi, da je on, je že bila ona že tako aretirala, in tako in tudi vmes misli, da je detektiv, recimo morilc in tako naprej. Blazno je simpatična, obožujem njen irski naglas, ampak ne vem, kaj naj s tem filmom. Pač enako se mi zdi še slabše od Glass Onion v končni fazi. Mene zanima, a ti tako ful pričakuješ več kot entertainment od to vrstnih filmov? Ker kot entertainment jaz bi rad, da je vsaj koliko dober humor. A veš, da ima neko kompleksnost, da je pa da je satira družbe. Meni se pač Glass Onion zdelo vse površno. Pač, Edward Norton, Elon Musk. Ja, ampak to je res basic. Ja, ampak to je tako basic, pač nobene globine ni v tem. Še vedno je on individualni genij, ki je pač krade drugim ideje. Elon Musk drugim krade ideje, mogoče je to bila komentar, ampak mislim, da je z Elonom Muskom marsikaj drugega narobe, izkoriščanje delavcev v njegovih tovarnah, izkoriščanje delavcev v rudnikih, ki pridobivajo te njegove, tega ni nikjer noter. Izkoriščanje delavcev v rudnikih, ki so pridobili bogatstvo, s katerim je lahko začel. Ja, recimo, ne. Tudi, veš, Una je nekaj, pač igralka, ne vem, tudi vse skupaj je toliko umetno, pač nikjer nimaš feelinga, da so oni res neki frendi iz otroštva. Meni je bil še kar, no, se mi ni zdel toliko dober kot prvi mi je bil precej boljši, no. Meni ste se oba ta dva filma zdela super entertainment in mi jih je bilo fino pogledati zvečer. Definitivno pa nisem bil tako pornajzal, ko sem bil wow, ne? Ampak grem dalje. Ne, se za pogledati, se ne reče. Ja, pa ful v redu igra v obeh, ne? Ja, to igra pa je v redu. Definitivno ful pomaga. V obeh filmih je igra genialna. Čeprav See How They Run, ki je bil tale Brody, ne? Na začetku je bilo tako, imamo Brodyja morali gledati, in ne, ni ga bilo treba gledati. Ja. Malo ga moraš poslušati, ampak gledati ga pa ni treba kaj dosti. Ja. Ne, to je bilo tudi meni, jaz moram priznati, kar všeč. Skratka, to dva sem pogledal, nisem bil toliko navdušen, mogoče jaz sem preveč kritičen. In pa seveda včeraj sem končal Star Trek Voyager. Aha. Kar pomeni, da bomo enkrat v prihodnosti delali, kdaj še ne vemo čisto točno, ampak pogledal sem ga in ne vem, ful se težko odločim med tem, kam mi spada v Star Treku, ampak moram reči, da jaz sem na koncu zelo zadovoljen. No? Jaz mislim, da je bila serija odlična. Mogoče imam manj dobrih epizod kot TNG ali pa Deep Space Nine, ampak kompletno je pa pač kvaliteta višja. Bom tako rekel, kompletno je solidno višja, liki so mi enako zanimivi kot posod drugod. Edino mogoče malo manj teh res, da bi jaz rekel zdaj, klasičnih epizod. Tega se mi zdelo, da je v Deep Space Nineu in TNG-ju več, posebej zato, ker se mi zdi, da recimo skozi Seven of Nine in skozi doktorja Hologram ponavlja neke stvari, ki smo jih že videli in pri Dejti in pri pri Spoku. Ja. Tako da znotraj tega mi je bilo mogoče malo manj, ampak nekatere stvari pa se mi bile še vedno, pa se mi zdi ful dobre in še vedno sem nadušen nad Star Trekom in kome čakam, da začnem Enterprise, ki ga bom po moje zdaj v naslednjem tednu začel. Pa je Enterprise, ki je na voljo? Ja, še vedno je na Netflixu vse. Ja. Aha, ok. Zdaj domnevam, da ima Netflix še kar nekaj, mislim, kakšno leto, dve najbrž še ima, se nas bojo pozorili. Tudi Discovery ni nikjer zdaj, recimo, ne? Ne. Tako da vprašanje, kako dolge pogodbe imajo, na eni točki bojo pač skinili. No, bom poskušal pravočasno pogledati. Dost verjetno bo takoj pol na Sky Showtime. Ja, no, jaz tudi upam, no, ker načeloma bi me to kar vznemirilo, da zdaj tole izgubim, ampak po mojem bom jaz pogledal še na Netflix. Skratka, ljudje in ljudine,
ne boste verjeli. To je bila že naša 144. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Bot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjigo vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Slavko, Bog nas štrafa, Jerič, Igor, lani padel v Shakespearea Harp, Mito, žametni občutek Gegič in Aljoša križev pod Harlamov. Sem vedel, da mi bo žal, da sem ti stavil. Tole epizodo smo znova posneli v našem štabu v kinogledališču Bežigrad, kjer smo doma in kjer imajo, ne mi, ampak oni imajo dovolj dobre hrane, pijače, kokic in filmov, da lahko pridete kadarkoli na obisk, pridite, všeč vam bo. Če vam je bilo pa všeč to, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nanj preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcast ali Spotifyju, spremljajte platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega nekaj in ker je vedno možnost, da se svet konča že naslednji teden, naj bo pandemija ali asteroid ali atomska bomba ali invazija oboževalcev K-popa, ne pozabite spakirati najbolj nujnih potrebščin in to so 4 pari spodnjega perila, to ko perete vmes, antibiotiki, švicarski nož, spalka, konzerve fižola, generator, steklenica s filtrom za vodo, Shakespearova zbrana dela, ter seveda dobre slušalke skupaj s tablico ali telefonom z vsemi epizodami podcasta Obot. Podcast Obot, globalna knjižnica žanra. Okay. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku, Instagramu in Tinderju. Kdo je napisal Tinder? To mi je zdaj Slavko nekaj mes. In Tinderju, kratka kot podcast, skajemo Bot, brez pikice mes. Hvala, Slavko. Sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree. Tinder je ok, boljše to grinder, I guess. Ja. Čeprav, nothing wrong with that. No, ki ga najdete na dnu objave, to bomo ven zresali. Ja, vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bodemo konzumirali v sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabna mreža še vedno oziroma znova delimo rajce, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite v vsa vprašanja, pripombe, komentarje, avtorske stripe in risoromane, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 144. epizoda. Dragi oboževalci in oboževalke, naslednja epizoda je torej na vrsti 24. januarja in v njej bomo govorili že o čem, vam sporočimo predhodno ali pa tudi ne. Kakorkoli že, se slišimo takrat. Hvala vam za vašo pozornost.